Ta klavicular, da se tako glavo prime in se pol kratko z roko se boksa, jaz se ne zabavam. Dober dan, midve sva Sara in Lucija in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Danes Sara vodi epizodo, ker bomo govorili o eni temi, o kateri jaz ne vem skoraj nič. To je cela ideja Luxmaxinga, da če boš ti lep zgledal, da ti bo tudi več ratalo lifeu. Če vprašaš 10 ful debelih ljudi v vrsti, ki stojijo, če bi bili rajš fit, če bi imeli lahko izbiro. Kdo bo rekel temu ne? A je dejansko odvisno od tega, kako izgledaš, pač samo od tega, ali kako ti sebe dojemaš? Rabaš tako vsaj malo izstopati iz povprečja, vsaj meni se to zdi, no. Mislim s tem, da je prav, da na internetu nekdo pove, debel ni bit ok. Povečalo penis za 10 cm, pa razširilo za 5 cm in pol boš imel batino čez 2 dni. Ja. The amount of ljudi, ki jih jaz osebno poznam, ki so se začeli špikati, je tako crazy. Ker je bil COVID, ne bomo se cepili, ker boh je kaj tle. In pol naročajo iz Kitajske neke injekcije, ker ne veš, kaj tam. Ej, Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Tu je v glavnem podcast o seksu, partnerstvu, intimnosti, vsem, o čemer se ne govori, pa bi se res moglo. Danes pa tudi o samopodobi, Luxmaxingu, klavicularlu in ne vem, če ste kaj slišali. Jaz sem v glavnem raziskovala Luxmaxing, zdaj sem hujše začela 2 meseca nazaj. Čak, oprosti. Najprej bomo še povedali, da imamo gosta. Čakaj pa tukaj, zdaj bo prišlo, zakaj je on gost. Je v vodu. Čakajte, Mislim, da si pozvala, da imamo gosta. Čakajte, bom kar prebrala. Ko sem raziskovala Luxmaxing, sem si zaželela, da bi bil zraven naju v studiu en moški, s katerim bo dejansko zanimivo razpakirati svet maksimiziranja izgleda, razbijanja čeljusti, peptidov, operacij, debelosti in vseh drugih internetnih diagnoz, ki nam jih TikTok servira ob 3 zjutraj. In kdo boljši za to kot Gal Remec? Čau, čau. Živjo. Čau. Gala najbrž iz TikToka poznate, še posebej, če ste tako kot jaz debeli in potem vam skozi servira TikTok zjutraj nekaj, da morate shujšati in zakaj bi bilo tvoje življenje boljše, če bi imel manj procentov maščobe in zakaj moraš imeti sixpack. Tako da zdaj bomo danes ugotovili, če je tu resnica. Če bi bilo moje življenje res lažje, če bi bila ful suha, če je življenje nasplošno od ljudi lažje, če je življenje lepih moških lažje. Pa ja, če te vsebino spolnosti ne zanima, pa si premlad za njih, ne poslušati tega podcasta. Ja, jaz sem pač tudi ugotovila, prej, ko sem zunaj stala, da ta epizoda sploh ni o tebi. Ker veš, velikrat so epizode o teh naših gostih. Bi kaj povedal o sebi, se nam predstavil s parimi besedami, s kakšnim stavkom? Nisem pomagal ljudem shujšati, to je, Okay. S tem se bom predstavil. In zato je tudi danes ne. Zdaj pa imamo za začetek pripravljen icebreaker. Tu malo vidimo, kako tvoji možgani delujejo. Tako funky vprašanje. In sicer, Gal, a bi bil rajš ful debel ali ful neumen? Težka, iskreno, ampak probably raj ful debel, ker polo vse lahko shujšam. Ja. Real, jaz bi bila tudi rajš ful debela. A zdaj moram še jaz odgovoriti? Ja, itak rajš ful debela. Ok, ja fucking, kjer bedno vprašanje. Ne, ni bilo to tako dobro, ko sem si predstavljala. Sem mislila, da boš ti rekel, biti debel in neumen je enako. Aha, To sem mislila, da boš rekel, razočaral si me. Ampak si pa ful dobro odgovoril, Dobro resnici. si odgovoril, ja. Zdajle si svrval. Smiselno. Ja. Intimni kotiček. Danes imamo ene igračke, ki so malo z Luxmaxingom povezane. Moja je ful povezana, tvoja pa si čist ne predstavljam, Lucija. Ja, pa meni pa moja bolj povezana kot tvoja. no daj, Okay. razlož. Zdaj, jaz ne bom mogla ful pokazati tega preveč, ker jaz mislim, da tole je pa čist preveč za YouTube. Bom takole pokazala čez rečko. Noter je en tak pimpek. Ampak mehak. Mehak, ful je mehak. A bi ga stisnil? Ne, hvala. Čez rečko? Alo, sem dodam neki, mogoče ste zato na TikToku banane, shadow banane ali pa... Ne, pa takih stvari ne dajemo več gor. Aha, ok. Ampak ti si drugač ful dolg časa igračke gor dala, tako da ti si kriva. Ja, mi sploh več ne pomislila, veš, to je najbolj normalna stvar. Pa še tu je mehak, to je zato, da Ful je zgleda, da mehak. imaš več v hlačah. Ja. A ja, to se da dobesedno samo, to nima... To je pekar. To ni tako dildo. Ne. Ok, malo ne razumem tako pol fore. Pač čak ti ga pokazala, ampak tako samo čez takole v vrečki. Ne, ja, ok. A zgleda ful realističen, ne? I guess. Ja, zaradi tega, da zgleda, da imaš več v hlačah, ko pač prideš. Ja. In si še tu not zatlačaš, tako ko si ženske zatlačajo modrc neki. To sploh nisem vedel, da obstaja, iskreno. Mene je zelo žal, Zanimivo. ker tega ne moram bolj tako pokazati, ampak
Ko sem ga jaz prvič ven vzela iz tega, sem bila šokirana nad realističnim izgledom. Drugače pa jaz sem imela včasih v bivši službi na mizi enega tacga, ful manjšega, tam je prevelik, tam mi ni všeč, ker je toliko velik. In jaz sem imela tacga pici-mici pekarja in je bil tak mehak in pol, ko si bil pod stresom, si ga stiskal, koliko stres Taka squishy. Tako. Tako varianta. Ja, zato sem ti rekla, če boš stisnil, ker je ful taka dobra struktura je, tekstura, whatever. In sem ga pol tam imela in sem ga skozi žokala lahko in je bilo fajn. In sem bila ful vesela, da ko sem to zdaj dobila, ker zdaj vam tega sam. Ne vem, tako je velik, preveč mi je tak vulgaren. Ja, kar vulgaren. A veš, jaz moram reči, da je manjši ta, ki je mehak. Tako da, ta je tak shower, zelo velik, Ja, ta če je za vse, hočeš. če imaš ful mehen penis. A ja, jaz to zato je z Lux Maxingom povezano. Tako, Ja, da si pač ga daš zdaj noter, kontam, zato ja. da zgleda bolj, Okej. Ja, da ja. imaš več v hlačah, kot dejansko imaš. Ja, v štekam, bistvu ja. pač neumne stvari, da zgleda, kao da imaš več. Ga pa uporabljajo tudi trans moški, Ja. zato da zgleda, kot da imajo v hlačah, da, Ja. da jim je lažje, da je bolj passing. Ja. Tako da Aha. tudi to lahko. Ampak za Lux Maxing, v bistvu za Lux Maxing nisem nikoli prej pomislila, da bi ga, dokler nisva zdaj imela te epizode. Ja, pa se imajo drugače, se imajo te vložke, ki si dajo v moda. Pač vložke za v moda imajo. Ti se po mojem ali boljš, ker to mora biti kar mal neudobno, pa vroče. Sam je pa bolj tako penisasto. Pa druga stvar, ki jo pa Lux Maxeri radi uporabljajo. Sorry, A ki to je te za prekinila. povečevanje, fiks. Ja. Kao, Ja. ja. To je M size. Ja. Jaz sem mislila, da je to XXL. To je M. Še večji je. Ja, ful velik ta obstaja. Crazy. No, ok, super. Tako da je že kar težek. Ja. Ok, pumpice za penis uporabljajo Lux Maxeri zaradi tega, ker hočejo imeti večji penis. Ne? Uporabljajo tudi kakšne druge stvari, ne? Igle ali pa kaj tazga, ampak pumpice. pa ne- Igle. Ja, Za v... ja. Ne, ne, ja. ne, ne. In tudi metamfetamin, ampak bomo do tega še pa prišli. No way. V glavnem, fora je to, oni religiozno vsak dan uporabljajo, dajo si gor, vakum se naredi tle in potem pumpaš s tem. Tuk časa, dokler ti pač res kri ne gre vsa v penis. Ta obroček si daš tu prej gor ali potem? Prej. Prej. Pač obroček si daš pa na koren, ne, tle, zaradi tega, ker on kri not potegne, zadrži kri not, tale gumica. Obroček zadrži kri v penis. Razumeš, Sam- kot da bi z gumico zavezal. A ni tako, mislim, ker to pol tako mislim, če podaljša, pol ali pa tudi kaj tako v širino skrajšati, ali? Ne, Ne, Ne? debelejši je. Šir. Daljši in debelejši. How does that work? ja, veš kaj, pač samo s krvjo delujejo, ne, te. Kri ti nabrekne noter, ful velik krvi, pa malo se, če dolgo časa uporabljaš, pa če delaš še une vaje za raztezanje, se menda res celice razširijo in pač gre lahko dejansko več krvi noter. Veš, kako si lahko mogoče najbolj predstavljaš? Leta nazaj je bilo ful popularno, da si dal tak zamašek na usnice in pa si naredil in pa so ti usnice ful nabrekane. ja. Zato je v bistvu kri šla Ja, noter in je ja. pol kri se zaustavlja. In isto ta obroček poskrbi za to, da kri, ko gre v penis, ostane v penisu in potem je vse skupaj nabreklo. Samo ni to tako za kratek čas. Ja, sej. Ampak Kaj oni pol so prepričani, da če dlje časa in vsak dan tu delaš veliko, da ti pač tako ostane. Itak, da ostane, ker pač je še vedno malo na breklu pa poškodovano. Ne? V Zares. bistvu ti narediš mikropoškodbe v tkivu. Isto kot ko hodiš v fitness, ko delaš ti mikropoškodbe v mišici, jih delaš v tkivu penisa in potem je penis lahko mal debelejši, pa mal večji. Ampak tudi, ko v fitnessu, če nehaš to delati, ti rezultati s časom Takoj izginejo. Je pa ful pomembno to, kar si ti hotela prej povedati, da ta pumpica ni najboljša za to. Če hočeš ti mal bolj dolgoročne učinke, obstaja ena ful boljša. Kjera? Ja, Batmate, ki pa na vodo dela, veš, je pa ful drugačen vakum s toplo vodo, daš vodo noter in se ful bolj presesa, pa bolj močna je, pa zaradi te vodne, ne vem, kva ta voda naredi, kva ta topla voda verjetno še bolj razširi žile ali pa neka ta fora in potem bolj poveča, je pa tista primerna zaradi tako močnega delovanja tudi za ljudi, ki imajo težave s hrbtenico, ali pa če nimaš erekcije zaradi kakšnih, kako se reče temu, fizičnih poškodb, je Batmate deluje, en jo je razvil, ki ni nekaj. Dejansko jo je en tip naredil, ker je imel en njegov prijatelj nesrečo pri plezanju, si je poškodoval hrbtenico in imel težave z erekcijami. In pol je razvil to pumpico s hidro, z vodo. In stranski efekt te pumpice je bil, da je bil penis po redni uporabi dejansko večji. Ja. In ni bila pumpica narejena zato, da bojo večali penis z njo, ampak so ugotovili, da se, če to redno uporabljaš, tudi malo poveča. To zdaj niso drastične razlike, Ja. da ne bo pomote, ampak lahko pa dejansko pridobiš malo na širini predvsem. Ja, pa samo po sebi pol v bistvu tu samo po sebi sploh ni tako grozna ali pa škodljiva stvar, ne, je pa grozno ali pa škodljivo, ker si
predstavljaš, da bo ti pač tu res povečal penis za 10 cm, pa razširil za 5 cm in pol boš imel batino čez 2 dni. Tako si predstavljajo in pol tu skozi drgnejo in pumpajo in imajo modrice in ne vem kaj vse. Tako da tu je pa malo kontra, ne, produktivno. A to drugače ta clavicular dela? Tudi. Yes. Ja, A ja, res? Ja, itak. Ja. Pa jaz bi še za to pumpico sam to omenila, da tale recimo, ki je pa samo na zrak, pa ni spet toliko slaba, se pa uporablja, če imaš ti težave z erekcijo, da pred seksom daš gor ta obroček, napumpaš kri in potem lahko lažje seksaš in imaš to erekcijo, da jo pridobiš. Če imaš težave s pridobivanjem erekcije, so te pumpice fajne. Boljš z povečavo niso te toliko. Samo moraš večkrat, ne? Pač recimo navaden, normalnemu moškemu gre kri sama not. Ja. Se pravi, jaz si pa s tem bi kri sama not dala in Ampak pol bi imaš dol padel. obroček gor. Jako ta obroček bi kar zadržal za skus kri not. Ne, ampak pomaga. Okay. A ne, že malo ti tako mentalno pomaga, ampak pa če imaš ti fiziološko težavo, ti tudi fiziološko pomaga. Zdaj ne bo vsem pomagalo, eni bojo rabili tablete, eni bo pa ta pumpica zadost. Okay. Moraš ugotoviti sam, kaj ti. Ampak jaz bi vsakmu, ki ima kakšne težave, raje priporočala za začetek pumpico, če so res fiziološke težave, zaradi tega, ker mogoče ti bo to dovolj z obročkom, pa ne rabiš tablet. Okay. Če pa tudi to ne pomaga, pa so tableti. Okay. V glavnem, noč te pumpice, take, drugačne, dobite na pitchpop.si s kodom med nama 10, pa pač po pameti, ne? Pa tudi te stres reliever penise. Tudi. Ja. Tam vzemite S. To je to. Razen, če bi rajš, no, pa ja, lej, jaz bi imela rajš S. To je to. Zdaj pa gremo. Naprej na epizodo. Jaz sem v bistvu hotela tebe tle zraven, da nas malo pokomentiraš, da nam daš en moški vidik, mi dve tle sami, vedno ženski in bi bilo zanimivo slišati, kako se razlikujejo naši vidiki. Zdaj pa, veš ti, kaj je Lux Maxing? Bi znal to opisati? Tako. Ja, mislim, jaz bi opisal Lux Maxing, kakor izboljšavanje izgleda, mislim, kakor se ga le da. Ja. Tle imam jaz napisano idejo, da lahko moškemu optimizacija videza. Je pa ne samo moškemu, meni se zdi, da gre to za vse, sej, a veš. Ja. Za vse sem po tipe. moje, zdaj bolj moški so izpostavljeni, veš, kaj ženske, malo se mi zdi, da tu že od pameti veka delamo. Se ti ne zdi, maksimiziramo vse. Moški so pa šele zdaj začeli. Ampak da jim specifično ful pomaga, da so zaradi tega uspešnejši in boljši. Aha, ja, to je cela ideja Lux Ja, Maxiga, ja. ja. Da če boš ti lep zgledal, da ti bo tudi več ratalo life. Ja, ampak ne lepš subjektivno, lepš, tako jaz mislim, kdo je lep, pa ti. Ne, tu imamo lestvice, ki ocenjujejo facial hair harmony, telo, tu je vse zelo scientific, ok? A pa dejansko v temu Lux Maxing communityju so tudi ženske, ali so bolj moški? Ne, Večinoma tipi, po mojem. ja, veš kaj, Lux Maxing izvira iz te kulture incelov drugač. Ne vem, če veste, kaj pomeni incel. Involuntary celibate. In oni so v bistvu... Meni je to tako smešno, da to pomeni iskreno. Ja, ful. Jaz sem ful drugače to smešno. zvedla, šele ker sem tvoj outline brala. Daj prosim razlož. Jaz sem to več vedela, ker sem pisala, ne. Lej, Lux Maxing izvira iz incelov, ne, ful so v bistvu povezani. Incel pomeni involuntary celibate. Se pravi, to je nek tip, ki verjame, da ne more dobiti punce ali pa seksa, zaradi tega, ker je grd, predvsem grd, neumen, neprivlačen, nima gejma, nima swega, ne vem, kaj so še vse te stvari in zato nima seksa. Čak, involuntary celibate pa pomeni po slovensko, da ne po lastni volji ne seksa. Da bi si želel seksati, ampak ne seksa. Da je v celibatu Ja. neprostovoljni Proti lastni celibat. volji. Tako, Neprostovoljni tako, celibat. Ja. Jaz sem skozi mislila, da je incel tako samo nek blog. Blok? Pač tako nek online blog. Aha, Forum. jaz sem pa mislila, da je to Ja. moški brez penisa. Jaz sem mislil, da je to tip, ki ne mara žensk. Ja, sej. Ja, kinda, I mean, Kinda, sej, pol Ti si že Yes. najbližje bil Ja. skorda. Ja, in pol so razvili pač ideologijo, zdaj zakaj oni tega seksa ne dobijo, ne? In so ugotovili, da pač nisi genetsko lep, da niso zadeli na tej genetski loteriji, ne? In da so oni zdaj nesrečni in da ni pomembna niti samozavest v resnici, niti denar, niti nič, ampak samo izgled. In oni so zajebali tu že pri rojstvu. In tu je ta black pill ideologija, ne? Ampak Vse kaj pa narobe. oni rečejo na to, ko vidijo kakšnega tipa, ki ni konvencionalno privlačen, pa ima pač žensko? Da si mi vsi zakrivamo oči. Pa da si rečemo, ko nekdo ni privlačen, pa ima žensko, da ima pač, da je ta ženska z njim samo zaradi denarja, vedno ima nek razlog. Aha. Okay? Nač, pa so v glavnem oni, ki so ugotovili, da so že zajebali pri rojstvu, rekli, ja čak, če pa genetika problem, pa če je naš obraz problem, pa tu kako izgledamo, če bi mogli biti drugače, pa bom pa maksimiziral ta izgled. Ne? In tako se je razvil Lux Maxing iz incelov. Se pravi, to je v bistvu sem naslednji korak bil. Ne? In so imeli pa te forume, ne?
Kaj so imeli te lestvice, ocenjevanje, ne vem, facial harmonija in ne vem, kva vse. To je še zmer, imaš eno stran Lux Max in Gora G, kjer Ja. je tako polno tega. Ja, in imaš Polno. prav. Tako zanimiv podatek mi je bil, da vse, kar oni delajo, ocenjujejo tako kot biznis, tako kot sem prej rekla. Ne? Vsak stvar, ki narediš, daš ti nek input in vse pol ocenjujejo kot ROI, ne? Return on ROI, Investment, dobiš nazaj. Se pravi, Clavicular je en moški, star 19-20 let iz Amerike, v katerem bomo danes tlele ene par primerov zgodb prebrali. On je zdaj obraz tega Lux Maxinga. On se nikoli ne potrudi, da ženski pride, ker tudi enostavno ne da dosti visokega Ni ROI. time efficient, ja. Je rekel. Ja. Jaz sem umoral od smeha, ko sem to gledal. Ampak je res, ker ti se tako ne strinjaš malo s tem. Jaz, ko sem to videla, sem bila tako, pizda pa je res to. Ja, tako no, ker tehnično vse oni tako gledajo. V glavnem vse je tehnično. Zdaj pa ne vem, vam preberem to zgodbo. Meni se zdi, da sem jaz govorim. Ti se pol strinjaš s tem, ali ne? Ja. Kaj s čem? Klavikuliraj. Ja, da rabiš biti time efficient. Ja, da pač brez veze z ženski, da pride sem imela isto cajda, kot ti pa te forme. I mean, ne, da se ne strinjam, ker tudi sem mnenja, da naša telesa drugače delujejo, a ne? Ampak nekako razumem njegov viewpoint in mi je kind of funny. Ja. Ampak ne prakticiramo tega. Na dolgi rok imaš zagotovo večji ROI, ali kva, če pač pride vsakič. Ko lahko v teh ekstra 3-4 minutah ti zalaufaš tako 5 podjetij. On lahko, ja, je rekel. On lahko, ja. Ja. Zagotovo že kdaj v življenju nisi imela libida zaradi vsega stresa in otrok in oh my god, vseh stvari, ki jih moraš narediti. No, jaz tudi. In zdaj že 2 meseca vsak dan pijem passion potion, ampak res religiozno, držim se in moj libido je višji, tečna nisem, vse imam energijo narediti in skušala sem več kot 10 kil. Ne vem, če se tu zdaj opaz, ko sedim, ampak passion potion. Moja ljubezen. V glavnem, če hočeš višji libido, vse, kar rabiš, je 1 žlička tega na dan, zmešaš v vodo, spiješ in pol se imaš fucking dobro. Lejte, to je vse, kar bom rekla. Passion potion, ulala, pikasi, koda, med nama 10. Vam preberem to zgodbico o Clavicularju, temu našemu glavnemu junaku. Prvo, zakaj je on postal tak? Clavicular oziroma Braden Eric Peters je eden najbolj znanih Lux Maxing influencerjev na internetu in znan je postal po teh videih o jawlineu, testosteronu, alfa mindsetu, gym kulturi in temu, kako je treba non-stop ascendati, pa se izboljševati konstantno. Je pa najbolj internet šokiral, ko je povedal, da je pri 14 letih začel jemati testosteron. Kot otrok je menda že postal ful obsesiven glede svojega izgleda in tega, kako so ga vsi drugi videli in skus se je primerjal z vsemi v šoli, z vsemi svojimi prijatelji. In veliko časa je kot otrok preživel na internetnih forumih. In to so bili ti incel forumi, ne? Ki so potem pač že imeli te začetke Lux Maxinga in on je tu gledal in vse in si rekel, zdaj pač jaz moram tu vse začeti. In je začel s testosteronom, zaradi tega, da bi si izboljšal čeljust, povečal penis, popravil lase, to linijo las, itd. Pri 14 letih. Verjel je, če nisi dosti lep kot moški, boš imel slabše življenje, manj uspeha pri ženskah in manj spoštovanja od drugih. Pol je pač pri 14 začel prek interneta testosteron naročati in testosteron drugače jemljajo ljudje, ki imajo nizko, da je to, da je povej ta. Mi čisto odvisno, ga jemljaš. TRT je testosteron replacement therapy, a ne podobno kot HRT, ki je hormon replacement, a ne. Zdaj to ponavadi jemlje folk, ki jim ga zdravnik predpiše, ja, ki so tako 50 let stari, tako v Sloveniji mi tega ne delamo, a ne, v Ameriki pa to kar dosti predpisujejo, a ne. V kakšnem primeru bi pa tle zdaj? Ja, on ga je pa sam imel, exogenously, a ne, samo ker je želel se nabildati ali whatever cilje je že imel. To ne podpiraš. Mislim, je tudi nekaj dobrega za ljudi. Ja, pri 14 definitivno ne. Kaj pa pri več kot 40? Pri 14 ne, zdaj če bi pri 40 TRT samo, ja, hella beneficial. Okay. Jaz bi še celo priporočil ljudem, to zdravstveno, ampak to, kar je on, ko sem tudi videl kakšne doze, to ni TRT. To je tako 5-krat več kot TRT, a ne. Okay. Ni to. Pa verjetno, glede na to, da je on pri 14 letih začel,
je to negativno vplivalo na njegovo normalno proizvodnjo testosterona. Mislim, Ker- vedno, ko greš ti drugače na te exogenous, se reče exogenous, če nekaj dobiš ne izven telesa, ko tebi drugače jajca, mislim, sigurno veste, ti delate testosteron. Ja. Zdaj, ko ti se špikneš z ta pravim testosteronom, sta dve stvari v jajcih, imaš LH pa FSH signale, to se tako popolnoma ugasne, pač tvoje jajca dobesedno ne delajo testosterona in ja, potem si tako kind of fucked. Zdaj, ali si 14 ali si pa 30. a veš. Okay. A ko enkrat Pač v- začneš, pol moraš s tem nadaljevati. Pač, če nehaš, si na Če nuli. nehaš, rabiš resetirati nazaj v svojo hormonsko os. A ne? Kako pa to narediš? To sem ti, by the way, jaz na Instagram napisal, tam mene 4 dni nazaj sem imela nek Q&A o neplodnosti. Nisem Ja, videla ja, še. ni panike. Sorry. Sem ti napisal, ja, ampak imaš pač isto, kot testosteron, imaš še neke stvari, ki si jih lahko pač iniciraš. Zdaj mislim, da se ena od teh je enklomofin, ta druga je pa HCG, naprimer, ampak to sta tako dve od, ne vem, imaš jih tako dost velika, veš, lahko imaš različne kombinacije, whatever. Nisem zdravnik, tako da ne vzeti medicinskega nasveta od mene, ampak ja, se da v več ali manj skoraj vseh primerih plodnost vrniti nazaj. No. Okay. Tako da je že kar medicina naša. Moško? Ja, Plodnost, moško. Okay. Zanimivo. Ampak ja, odvisen koliko časa si gor, več časa, ko si gor, na hujših dozah, ko si, bolj te lahko zjebe potencialno. Pa Ne. to plodnost, ki imaš tu, ki si zdaj rekel, da se da vrniti, to je tudi nekaj, kar ti zdravnik predpiše. Ali so tu zdaj te stvari, ki jemljajo sami po sebi ljudje? To je nekaj, kar bi ti zdravnik predpisal. Okay. HCG je prav medically prescribed. a Ne. Okay. Zaključek zgodbe je v bistvu samo tu, da je pač on postal simbol te kulture ekstremnega self-improvementa in moške negotovosti. Čak, on je zato tako popularen ratov, ker je začel live streamati te neke svoje on je v bistvu dogodivščine. začel live streamati samo svoje življenje. Takšno, ko je. On je bil pač nek geek v bistvu. Je on. On je nek moški z avtizmom. Čist zagikan in on je pač zdaj je tu njegov special interest, kako postati čim lepši, čim boljši, čim hitrej. In se zaradi tega poslužuje kakšnih takih fulčudnih praks. Me pa zanima, ne vem, kaj se vama zdi, da so fantje recimo bolj nesigurni zdaj, kot so včasih bili, zaradi tega glede, zato, ker imamo Ja, internet. definitivno. Ja. Kaj pa je najbolj tak pain point pri moških zdaj? I mean, I don't know. Mislim, tu s tem looksmaxingom probli jih tako mod, ker niso tako lepi, I guess, pa I guess niso ženske dobili. Sem tako v realnosti bi se ful teh stvari tako popravili, če bi oni sem tako šli do ženske. Bi tako rekli neki, a ne pa da, ne vem, kaj tako čakajo. Se sploh ne vem, kako to... Ampak nesigurni tako glede telesa, recimo. A ja, imate vi mislim, zdaj to tako ful- tudi, mislim, ja, če imaš internet, a ne. Ja. Če itak vidiš, mislim, tako moški, kot ženske, a ne. Se Če primerjate, so vsi, vi po tudi? moje. Kaj? Moški se tudi primerjate? Ja, mislim, drugimi sigurno v enih aspektih, ja. Okay. Opaziš to pri moških, ki jih treniraš tudi? Imate kdaj kakšne pogovore o tem, ali to sam je tako neizrečeno? Kako, kaj je to? To, da se počutijo ne samo zavestni v svojem telesu, pa da A se ja, jim zdi, da ja, tega ja, ne bojo ženske definitivno. dobili. A ja, ne, to tako deep ne gre, tako deep mi noben ne reče načeloma. Ampak ja, mislim, tudi s tem, ko jim jaz pomagam shujšati, ne vem, 20-30 kg, veš. Nemogoče je ne prodobiti na samozavest, veš, vsi se pol dosti bolj počutijo, ne. Pa so bolj zadovoljni. Ja. Tako da. A pa misliš, da je povezano samo s tem, kako boš izgledal, ali tudi zaradi tega, ker so dejansko nekaj naredili zase, ker itak gibanje na splošno ti Ja. dvigne dopamin. in Ja, tako. oboje, sigurno, ne. Sigurno oboje. Pač mislim, mi tako si vemo, ne, da vpliva izgled ful, ne, na vse, kar doživljamo v življenju, ne, na te halo efekt, pa te fore, ne, da če nekdo bolj izgleda, ti avtomatsko misliš, da je pametnejši, bolj sposoben, bolj uspešen, bogatejši in vse te dobre stvari. Kaj še? Zanimiv, bolj uspešen. Ja, ne vem, se vam zdi, da je ful lažje življenje, če je nekdo lep. Ja, Imajo lepi ljudje lažje življenje. Jaz bi rekel, da ja, iskreno. Jaz bi res rekel, da ja. Jaz bi res rekla, da ja. Meni se zdi, da je tako neka ta krivulja, ker pač, če si neprivlačen konvencionalno, pač ti bo težje. Če si tako nek average, ti bo super, ker pač si tako še zmeraj approachable, pa nisi ljudem strašen, tako ta pa tako dobro zgleda, ne upam se niti z njemu govoriti. In pol bolj, ker si tako res 10 od 10 spet greš le dol in je spet teže, zaradi tega, ker te potem vsi samo na podlagi tvojega izgleda spet pač dojemajo. In sem že tako dostkrat slišala tudi kakšne
ponovadi punce, ki so ekstremno lepe in rečejo, koliko jim je v bistvu težko, zaradi tega, ker si noben sploh ne upa do njih pristopati, vsi mislijo, da so zdaj nek high society, vsi samo vidijo njihov izgled in nič, ne slišijo njih, ne vidijo jih kot osebe, ampak sam kot njihov izgled. Se mi zdi, da skoraj najboljši, da si nek tam average. Če si preveč, ne? Okay, povej svoje mnenje. Ne vem, jaz bi, mislim, če ocenimo, kaj je da average 5 od 10. Ne, average je tako, ena pač res lušna punca, neka una Res girl next lušna door. average. Ne, pač Megan Fox je una 10 od 10. Okay. Recimo Sydney Sweeney je pa una full lušna, ampak ne, pač ona ni una top model, ona je huda, ona je una girl next door, huda bejba, velike zize, vse to, ampak approachable. Okay. Ona ne poprečna, approachable. Okay. Hot, ampak approachable. Recimo Megan Fox se mi zdi, njo, ko pogledaš, ti kar malo zmrzi, si kar jaz ne bi bila kar do njej. Do Sydney Sweeney bi bila pa tako, pač ja, kolegice, bestičke. Viš kaj, ne vem, sem to dobro povedala, ampak tako, ne da je Sydney Sweeney average, ona je huda, ampak ne pač, ne vem, zdaj so tako dobrih primerov, da bom spomnila, ampak, a veš, ali recimo te, ki so bile v Friends, kaj že una, ki je igrala Rachel, ona je full huda, ampak ona je approachable, pač huda bejba, ampak ne, tako se mi zdi, njej je tako dobro v lifeu, zato ker je huda, ne da jo bo pri tem uvira. Ker recimo pomaš pa to, kaj je že, Olivia Rodriguez, ena druga je, ena pevka, ki je pa isto full huda, ampak njo pa pač tako pravijo, da jo folk ne jemne resno, pa njene glasbe, zato ker je preveč huda in pač se ljudje samo na to osredotočajo, koliko je ona seksi in koliko je ona lepa in da vse ostalo pač je tako brez pomena okrog nje. Na ta način, malo iz tega izhajam. Jaz bi pa rekel, da če si average, definitivno ni. Meni se zdi, da to ni, mislim, najboljši. Mislim, rabaš tako vse malo izstopati iz povprečja. Vse meni se to zdi, no. Mi zdi, da boš imel tako boljši life. Tako v vseh aspektih, če boš tako mečkan. Ja, meni se zdi, da Se pravi, jaz bi rekel, sorry, ko te prekinjam. Jaz bi rekel, če average tako 5 od 10, jaz bi rekel tako 7,5, 8 od 10, če tako zgledaš, je to tako lih nek sweet spot. Jih ni uno preveč, veš, koliko si ti rekla. Ja. Se ti zdi, da lahko vsak zgleda 8, če se potrudi? Meni se zdi 5 je že tudi, če se potrudimo, res da se ful potrudimo. Ne. Se pravi, smo res genetically fact. Ja, dejansko mislim, že če pogledaš, veš, že faca, a ne? Se ti izpostavil vsak lahko svojiš. Ja. Ampak tako že faca, tako kinda, če si fakt, a ne? Ampak kaj pa operacije, recimo, če greš? Lahko, če si ful bogat, po mojem, te lahko zrihtajo. Ja, definitivno, ampak sem že toliko teh failov videl na internetu, ko včasih dobim tako before and after, pa je oseba čisto fucked up. Si bil ti kdaj debel? Ne. Jaz sem bil samo tako skinny na polno. Ful? Skinny fat sem So bil. te zdaj bavili, da je zaradi tega? Niti ne. Okay. Škaj, ene zdaj bavajo, če so ful suhe, ene pa če so ful debeli. Tako me je zanimalo, jaz sem bila v življenju ful debela, bila sem pa tudi ful suha. In je drugačno življenje. V smislu tega, kako se ljudje do tebe obnašajo, ko si debel ali pa ko si suh. Si ti bila kdaj debela? Ne, sam čabi. Ok. Suha si bila, recimo. Nisi zanjčko bila, to pa ja. Da si bila ful suha. Ja. In kako je bilo? Toliko suha, da so že mi vsi težili, da sem presuha in kaj pojej in bla, bla, bla. Ja, bedno je, ko se nekdo zapiči v tvoj izgled. Ful je bedno. Saj tudi pol, ko sem pa malo se zredila, so mi pa že vsi začeli govoriti. Je bilo pa drugačno narobe, ja. Ampak tako vsi mislim, pač družinski člani, ker sem si mislila, da mi nikoli ne bo, ne vem, mami rekla, zdaj moraš pa malo začeti pazati, pa mi je. Je to familija, najhitreje začela govoriti. Ker so vsi bili tako, joj, moja babi mi pa teži, pa sem si mislila, moja babi would never. In pol mi rekla, ja, Lucija, le se kakšna si, sem lahko tako, kva? Ti boš meni govorila zdaj tle, če si moja babi, ti me moraš imeti rada. Tako da ja, ne vem. Jaz sem opazila ful, da se drugače obnašajo, ampak tako v smislu, veš, kaj si ti ful debel, recimo sploh, ne vem, ali se ne priznaš, da se drugače obnašajo, ali pa se to lažeš, ali pa spregledaš, ne? Ampak tako, ko pa nisi, ko si mogoče že čist malo bolj suh, sploh ne rabiš veliko shujšati, se tako avtomatsko ti začnejo v življenje kapljati neke dobre stvari. Karikiram, nekdo ti odpre vrata. Nekdo ti avtobus počaka, ko zamujaš, pa tečeš za njim in ko si ti debel, avtobus ne bo počakal. Ko si pa ti suh, bo pa avtobus počakal. Wow. Kaj? A misliš? Ja, res je to. Škoda, kad sem tekla fucking... Ali pa zdaj mogoče počakajo, ko me poznajo. Včasih, ja no, veš, pač včasih niso ful počakali. Včasih, ko sem imela, ne vem, 90 kil, pač jaz niti... No, sicer sem ful počas tekla tudi. A se prav zdaj ti opažaš, ko ti zdaj hujšaš, da vedno manj kil, ko imaš, vedno bolj avtobus počaka na te.
ko ga zamudiš. Ja, ne, zdaj se itak ful čudne stvari tako nasplošno dogajajo, ampak opazam, ja, da mi ljudje več dopustijo. Ok, to je zanimivo. Več mi dopuščajo nasplošno pri vseh stvareh. To potrjuje LuxMaxing pol. Ja, zagotovo. Zagotovo. Meni se zdi, da čist, pa drugače se tudi do fit ljudi obnašajo. Ne? Če bi jaz... Ja, jaz bi rekla, da bi se drugi do mene drugače obnašali, če bi bila fit, ampak vem, da bi se tudi jaz do sebe drugače obnašala, če bi bila fit. Ker če vas jaz zdaj vprašam, recimo, to sem včeraj razmišljala, ko te kdaj kdo vpraša, ja bi bil ti rajš suh, če bi lahko izberal, ali pa fit. Ne moram reči to besedo fit. Itak. Vsak bi to rekel. Kdo rad ne bi bil fit v življenju? Če si tako čist nalijemo čistega vina. Če vprašaš 10 ful debelih ljudi v vrsti, ki stojijo, če bi bili rajš fit, če bi imeli lahko izbero. Kdo bo rekel temu ne? Veš, kaj se jaz sprašujem? A je dejansko odvisno od tega, kako izgledaš, pač samo od tega, ali kako ti sebe dojemaš zaradi tega, kako izgledaš? Jaz mislim, da je oboje. Ko meni se zdi, jaz tako poznam enega fanta, ko vem, ko sem ga prvič videla, sem bila tako, wow, te pa res, mogoče mati narava ni največjih uslug naredila. Res, pač grozno to zveni. Yeah. Ampak ko sem ga spoznala, tako briljanten tip, brihtan, tako socially aware, z vsemi prijatelji, z vsemi se je lahko pohengal, z vsemi se je lahko pogovarjal. In pač, on po moje, pač tudi če je vse to kdaj pomislil, se to ni videl. In pač njega to ni niti malo viralo v življenju, niti kanček, tako navzven. A veš, tako mislim. In pač njega so vsi ful dobro sprejeli in z vsemi se je ful dobro razumel, zaradi tega, ker on ni nikoli dal občutka nobenemu, da pač zdaj pa on kaj manj vreden, zaradi tega, ker mogoče ne zgleda kakor najbolj seksi LuxMaxer. Kako ni dal tazga občutka, če te prve stvari, ki si o njemu rekla, so bile, ko sem ga prvič videla? Ker ga nisem poznala. Ja, sej, exactly. Ampak zato, če bi se on do mene obnašal tako, kot sem jaz mogoče do njega to čutila, bi to sam potrdil. Ampak ni. Jaz nisem, ker sem spregovorila z njemu, jaz nisem dobila niti ene stvari, ki bi te moje podzavestne ali pa zavestne misli potrdile. In problem mogoče je, če se ti obnašaš tako, da si ne samozavesten in pa se obnašaš ne samozavestno, to pol preneseš na ljudi in potem te oni tako dojemajo. Ja, če si pa ti tako... Mislim, sigurno je to sam degree, ja, se strinjam, ampak veš, tako ful lažje sebe, mislim, se tako na nek način obnaša, če si tudi tako siguren vase in siguren vase si od izgleda, ne, posledično, dosti velik. Ja, tako ful težko je tako sfejkat samozavestno. Absolutno, absolutno se strinjam. Ampak tako se mi zdi, pač če bi pa lahko to sfejkal, se mi pa zdi, da pretehta izgled. Veš kaj, jaz vidim tle, da moramo mi odvzeti stran tele naše, kako se obnašamo. Pač ne, tu daš stran. Ti sem tam 10 vrsto postal, pa vsi so tiho. In kaj si boš zdaj mislil o njih, ko jih boš videl? Ampak sej ljudi pač pol spoznaš. Ja, ampak mi delamo zaključke podzavestne. Ja. Tu je fora. O tem oni govorijo, da tle so podzavestni zaključki, ko imaš ti debelga pa fit človeka, na razgovoru pa boš zbral fit človeka. Ampak tu ni tako, da boš ti razmišljal o tem, ne? Meni se zdi, da na razgovoru še vsem pokažeš svojo osebnost, pa pokažeš svoje sposobnosti. Jaz bolj mislim to, recimo, ne vem, a ti bo nekdo rad odprl ali ne, ker te pač ne pozna, ker te samo vidi, a si ti njemu simpatičen ali mu nisi, a boš dobil napitnino kot natakar ali ne boš na podlagi tizga, okay, ampak tam si še vsem lahko pokažeš malo svojega karakterja, pa si lahko simpatičen, pa si malo prijazen, pa se nasmehneš, le že sploh ne šteje to. Tako, a ti bo avtobus počakal, a ti bo nekdo vrata odprl, ker jaz sem fulkrat slišala od ljudi, ki so ful shujšali, ja, vedno so me vsi ignorirali, zdaj pa kar ljudje vrata odpirajo. Ja, to meni stranke skozi govorijo o take majhne stvari. No, ja. In to so te, ampak kakšne večje stvari se mi pa zdi, da še vsem pol pretehta tvoj karakter. Pač, in te majhne stvari, pač vse, koliko je pa tega v življenju, še vsem manj, kakšne imaš ti interakcije z ljudmi, ki se z njimi dejansko pogovarjaš, pa z njimi družaš. Pač, valjda itak se boš lažje samozavestno obnašal, če se boš tako počutil in pol narediš nekaj za to, da se boš tako počutil, ampak jaz sem mnenja, da še vsem osebnost pa tvoj odnos do sebe in potem posledično do ljudi pretehta tvoj izgled. Pri čemu ti to v življenju, da si fit najbolj pomaga tebi specifično? Ja, meni pri biznisu specifično, meni pri tem. Ampak, I guess, ne vem, tako prosem, pri zdravju, ne vem, pri tem, da sem fizično sposoben stvari delati. Ne vem, kako bi jih to drugače explainil. Okay. Tako, ja, čist normalno. Meni se zdi, ne, zdaj tle imam še eno zgodbo o klavikularju, glede tega, kako zdaj basically fanti odraščajo tako, da jim na internetu
nekdo govori, da pač se njegova vrednost bazira na izgledu. Ne? In sicer to smo že povedali, ne? Ampak imajo tudi nekaj, čemur pravijo SMV. To je Sexual Market Value in pomeni, koliko si vreden na dating marketu. Ne? Se pravi, tu spet so neke računice, analiziramo višino, jawline, facial hair, Kako jawline zračunaš? Ja, ne vem, tu moraš imeti neki tle trdo, pa tle not, pa moraš večati tiste, veš, stvari v ustih. Tle, veš, une stvari, trde, ki jim pol čelju zven vrže, v glavnem crazy shit. Gostoto las, kantal tilt, ne vem kva, tle, koliko imaš tle razlike med nos, proščent maščobe, v glavnem, pol si oni dajo oceno, 4 od 10, 6 od 10, normi, veste, kaj to pomeni? Jaz znam to lestvico na pamet, po moje. No dej, povej. Mislim, da imaš naprej gre, čakaj, naprej je sub 3, pol je sub 5, pol si low tier normi. Sub 5 mi je nekdo danes komentiral na TikToku, sploh nisem vedela, kaj to pomeni. Tu pomeni! Beniga. Nesramen je bil. Čak, to je slabo. Ja, to je ful slabo. To je ful... Ain't no way. Okay. Čakaj, ja, imaš low tier normi, pol imaš mid tier normi, high tier normi. Pol I think, da je Chad Light, pa Chad, pa... Ti zbog nimaš vsega tega napisanega. Pa še ena je še gorše, True Adam. Ja, True Adam, ja. What the fuck je pa ta slovarček? Pol je pa isto za ženske, pa obrneš, pa je sam druge imena. Mislim, da imaš Stacy, pa Eve, pa... Eve, ja. Pa neki, ja, taka... To je za ženske, ne vem. No, v glavnem in polih ta kultura... Prav za moške si jih da študiral, si rekel, to zame velja. Jaz sem imel s kolegi, smo imeli v grup chatov prav tako mime, tako same Lux Maxing, ki so vsi pošiljali, ker nam je bilo tako zanimivo pa smešen pa vse skupaj. Je tu zdaj ratala neka kultura, taka, te besede, ne, se uporabljajo tudi v navadnem življenju. Ja. In v kakšnem kontekstu si te mime pošiljate? Sam tako, da se smete, jih kaj komentirate, ali kako to zgleda? Mi smo vsi tako, vse z mojimi kolegi smo tako, kao... Na nek način smo, mislim, sploh jaz kot fitness trener, tako nerd na področju hormonov po vseh teh stvari in tako Lux Maxing je kinda s tem povezana, ne, s peptidi, testosteron, vse te stvari in pol tako, literally smo šli tako, mislim, študirati vse te kinda stvari, smo že tako vedeli odprej, ne, pa ne bilo sam tako funny pol, te lestvice, pa vse to. Ja, tako sam funny nam je bilo. Ste se pol ocenili? Ja. Sami sebe ocenili? Ja, za forum smo se, ja. Jaz sem kolege, ne, vse, mislim tako, na forum sem jaz vse moje kolege, sem jih tako fucking dal gore, pa tako ratinge in so tako anonymous ljudje tako ocenjevali. In sem jaz tako nazaj pošiljal in sem bil tako ali kaj ti je napisal. Ja. In kako se pol počutite vi, če vas zdaj nekdo oceni, recimo, genetically cooked? Genetically cooked. Normi 4 out of 10. Je tu ena ocena? Ja, ne. Nobena od mojih kolegov ni genetically cooked 4 out of 10. Ampak če bi bil, ja, kinda slaba. Pa se ne bi bil več tvoj prijatelj? Se ne bi hotel družiti z nekom, ki je genetically cooked? Sem odrasel tip, I don't care, kako kdo zgleda v faco od mojih kolegov, ampak pač, ne vem, ne vem, kako ne odgovorim. Pol v bistvu tu, kar ti, dajmo tu malo zdaj govoriti. Recimo, jaz sem tebe enkrat blokirala na TikToku. Zato, ker Mene? Ja. Wow. Ja, saj sem te že oblokirala, sem mogla nekaj pogledati. In veš zakaj? Zato, ker si enkrat rekel, da mora ženska nujno imeti six-pack. Kaj? Ne, nisem. Za tipa sem rekel, da ne, nisem za ženska rekel. Hold up. Vprašanje je bilo takole, komentar je bil v zgornjem levem kotu in je pisalo nekaj, da tu ni res, da mora imeti ženska in si ti rekel, idealno žensko telo je, da ima tle črtico. A ja. Je tu resnica? Mislim, ampak če imamo me maternico, to je pri... Zdaj ni spet... Dobro, rabite videti tudi razumeti, da kakšne stvari jaz rečem specifično, zaradi tega, da ogled dobima, ne. Zdaj, a je bil to exaggeration? Probably majčken, ja, okej, ampak za tipe idealen procent telesne maščobe, tam od ene 12 do 15, za žensko bi jaz rekel, da je tam od ene 20 do, ne vem, 23, tam nekje, ne. In zdaj spet odvisno, kako tvoje telo nekako skladišči, kje skladišči več, ne, pa kje manj. Nekatere ženske bodo čist healthy, tudi če bodo imeli dokle črto čez trebuh. Ja, 100% healthy. Hormonski paneli, krvna slika. A veš vse. Zdaj, a veš tako, da je tako več jih ne bo. Tako it depends, tako pa dosti velikih stvareh, ne. Ampak ja, I guess, mislim, to je bil kinda rage bait, da sem to rekel. Mene zanima, kakšni ljudje pridajo k tebi trenirati. Tako, v smislu, jaz ko vidim tvoj content, po mojem moraš tako zbrati si
tazga trenerja, ki ti paše. Meni recimo bi pri tebi, da grem jaz tebi trenirati, meni bi pobralo v dveh dneh. Zakaj? Jaz bi se počutila najbolj neumno, debelo, glupo, nesposobno in vse. In zdaj me zanima, kako pridajo ljudje tebi prek TikToka. Pridajo tako v smislu, jaz sem res beden, jaz rabim njega, da mi pomaga? Ali pridajo veseli? Ne, pridajo čist veseli. Oni razumejo, da si ti hecaš? Ja, pa to je vse marketing. Jaz imam take sončke v trenerstvu, plus od takrat, ko si me ti blokala, jaz sem tako full bolj prijazen na TikToku. Včasih sem bil za nalaž nesramen, ker sem hotel sam čim hitreje followerje pa kontroverzne teme. Zdaj, ko sem si že zbil do nek profile, veš, ne rabim več tega delati. Zdaj govorim normalno. Okay. Prej sem, pa za nalaž tako snemajo. Aha, vidiš, jaz pa tu ne znam. Jaz tu ne znam filtrirati zdaj, kaj je za nalaž, pa kaj ni. Ja, dobro, no, si odgovoril na to vprašanje. Ne bomo te več mučili s tem. Ne, ful so sončki v trenerstvu, vse siguren bo kdo to gledal, tako da. Okay. Ja, jaz sem si mislila, da polno ben ne gre k tebi trenirati, razen ker res marad se slabo malo počutirati oseb. Da mu pol ti rečeš, ti si neumen. Ne, pa zakaj bi jaz govoril, stranka so neumne? What the fuck, ne. Tukaj si tu na TikToku rekel. Veš, ko mi da sva v tem BDSM-ju in pač, a veš, eni ljudje dejansko iščejo domine za to, da jim rečejo, ti zgrdi ampak ne in pol je mogoče iz tega. Če eni imajo radi, da se derajo na njih ljudje, v posli, I get it. Ampak to bi tudi v tem da trenerja naješ za to. Ja, pač najamejo une trenerje, ki se derajo na njih. Jaz ne bi bila šokirana. To je resnica. Tako da jaz razumem, iz kje izhajaš, ampak mi je pa všeč, da ni to tako dejansko. Ja, meni je tudi všeč. Upam, da ni tako. To je tako. Upam, da ni tako. Vprašaj ljudi, a ste razočarani, ker se ne derem več na vas, a ste se prijavili, ker ste upali, da boste bili ponižani. Ker veš, kaj če se je pa kdo res, ne? Jaz bi bila recimo, tako vidim se, tako Making me rethink my business choices. Dej na vprašalnik, če ga imaš naslednjič, a želiš, da se derem na te, a želiš, da sem normalen? A rabiš ekstra prijazno? Če meni sama ne bi uspelo shujšati, da mi sploh ne bi uspelo, da bi šla pač k tebi, ker bi si rekla, pač jaz rabim nekoga, da me fucking ubije da bom končno poskrbela za to. Veš, hujšanje, mislim, vse pri mojih strankah res ni tako noben tak ekstremen proces, ne vem, kaj si ti predstavljaš, da jaz delam z njimi, ampak to je tako čist čelerano, oni niso nikoli načlačeni, ne rabijo se odrekati hrani, ki jim odgovarja. Jaz sam kalorije zračunam, pač vključim preference njihove noter, na podlagi tega se jedilniki naredijo in pač res je čist easy, ni nič drastničnega. Ja, ne, jaz sem samo preveč dobesedno vzela tu, da je vsak kaj debel neumen in se nisem hotela počutiti neumno. Ampak tu, kar si zdaj rekel, meni se zdi fajn, da kdaj razjasnimo ob vseh teh hecih, ki jih imamo na TikToku, tudi tu, da včasih ni čisto vse resnica. Ne, ful je fake. Okay. Ful je fake. Zdaj imam pa tukaj je Claviculae skrival v študentskem domu ta svoje zdravila, testosteron in te peptide. Prej si rekel, da ti veš veliko o tem. Bi nam razložil, kaj so sploh ti peptidi? To je majčken bolj complicated za razložiti, kot steroidi oziroma testosteron. Pa dej po domače. Po domače. Jaz sem slišala, da je tu, ker da imaš neke take molekule. To so beljakovinske molekule, ja. Ki instantno tvojim celicam naredijo tu, ker bi tvoje drugače potrebovala dlje časa. Ok, bom probal tako gres, pa tako neke osnove. Pač imaš ti peptide za stojno stvar. Steroidi so specifično za bilanje mišične mase. Peptide imaš lahko ti, jaz lahko zdaj vzamem melanoten 2, pa bom ratu literally 10. Vzamem se špiknem, grem na sonce, dobim barvo. Temen barvo, recimo. Literally, se ne zajbavam. Imaš peptide za plodnost, to je ono, ko sem prej govoril, HCG. Vzameš, jajca se ti fucking obnovijo, or some shit, in rataš ploden, a ne? Seveda, to je tako a longer period of time, to ni tako zdaj le rezultata. Kaj pa proti gubam? Tudi to imaš GHK-CU, se reče, prav v bistvu anti-aging peptid za kožo iz bakre, prav modro vijalco imaš. Tako da je full nice od te stvari. Naprimer, en ful zdaj popularen, Retatritud, za hujšine, bedo je 1000krat boljši od Ozempika, ka vem, da je Ozempik neka wow stvar, ampak proti Retatritudu je tako doslab iz profila riskantnosti, stranskih učinkov, vse te stvari. Zakaj veš vse te stvari? Ti podpiraš te stvari? Ali sem fitness trener, rabam vedeti to. Ok, pa jih si želiš tako kdaj jemati? Obviously. Mislim, testosteron sigurno, kot vsaj TRT, to 100% vem, da bom. Ker v sekundi, ko meni začne testosteron dol padati, pa ne 34 letu, v sekundi se špiknem, res. Jaz se ni to zajbanci. Zaradi tega, ker nočem imeti manj energije, slabšega libida, slabšega imunskega sistema, nočem se še slow down. Ampak kaj pa, če ti res rečem? Ja, to je naravno. Ja, tako I don't care, pač. Still. Okay. Se da, če se ti res poznaš na te stvari,
delaš redno kardio, ješ clean, spiš dovolj, monitoraš svoj pritisk, svoj heart rate. Če vse te stvari se na to spoznaš, kot sem naprimer jaz, se ti res kinda ne more nič zgoditi. No. Ok. Res si safe. Pa imaš tu zdaj te oralno ali imaš sem zašpikat? Tu imaš sem zašpikat. Testosteron, Ne, specifično, ali peptidi. specifično peptidi, recimo. Peptidi so več ali manj nekateri za špikat, nekateri so Za tudi pojest. za naprimer v nos, kot sprej. Okej. Sploh ta melenoton 2, ki sem razlagal. Pa kakšni za fokus, kakšen, ne vem, to moj kolega ima neki za fokus. Pa ste vi tu že probali kdaj? Jaz specifično ne. Je tu prepovedano v Sloveniji? Sorry za to. Odvisno, kjeri. Zdaj, eni, naprimer, niso še FDA approved, a ne sploh, tako da v bistvu niso za human consumption, tako da tle je tako neka ful čudna glede zakonov. Siva Ampak, cona. naprimer, HCG, ki ga pa zdravniki predpisujejo za plodnost, je pa tako prav, mislim, je samo na recept, a ne. Tako da pač, če ti to kinda kupaš, je kot da bi kupil, a Kot da veš, bi ti sure, black market, a veš, varianta. Se pravi, hočeš reči, da mi tudi te peptide že poznamo dlje časa, ampak samo na recept, zdaj smo jih pa tako zgleda lahko začeli kupovati. Odvisno katere. Retotritida ne. Okay. Melenotena 2 tudi zdravniki načeloma niso predpisali. HCG za plodnost so predpisali, to vem. In kako en človek doma, ki vidi to na internetu, obstaja varen način, kako se tega lotiti, ali je varen način edino ne? Lej, načeloma težko reči, da je kakšen varen način, ker še niso niti približen dosti research. Ja, saj to. Mi pač vsi, ki to uporabljajo, so več ali manj test bunny, a ne, kinda, ne moreš vedeti. Mislim, imaš tudi extensive fucking te faze za, tudi retotritida nekaj podobno z Empiku, ampak tako 50,000 ljudi so testirali v obdobju, ne vem, 4 let, I think. Zdaj, a je to dost, ali ni to dost, ali mogoče kakšna stvar šla še čez, noben ne ve, a ne. Ne bi bilo cool. Se pravi, ko ti rečeš, ja, enkrat bom to vse vzel, Ne, testosteron sem rekel specifično. peptide tu pa te ne zanima. Odvisno le, če bi imel kakšne ful težave s kožo, če bi imel ekni, skare. Mislim, jaz ko sem bil tako v, mislim, da to mene prvi letnik, jaz sem imel tako ful mozoljev, celo faco tako fucking polno mozoljev, a ne. In če bi, naprimer, jaz imel tako ful zjebano kožo od tega, ful ekni skarov po tega, ja, vzameš GHK-SIU, ti poprav to, a ne. Meni se sliši to kot neka magična. Ja, fucking ful je, nic. meni so ful zanimive te teme, res. Vsako stvar se da popraviti. Pol ne razumem, kako si nekaj ubrizgaš in nimaš gub. Pač to mi je tako. Ker ti spodbudi naravno produkcijo kolagena. Ne, pa se tudi vpraša človek, zakaj ne bi to krmi vsi zdaj začeli jemati? Ker je injekcija, je še zmeraj ta ful velik FOMO pred tem, da si daš injekcijo. Zdaj ne bojo več, po mojem bojo tu Ne, malo ful- tabletke, kukar Ozempik. Mislim, v času, ko je ta klavikler, nisem rad viral pa vse to, the amount of ljudi, ki jih jaz osebno poznam, ki so se začeli špikati, je tako crazy. Tako, Res. ja. Nazaj, Čakaj, Sploh to moje so starosti. prijatelji ali Ne. Ja, znanci, vsi stranke? Kje so pa dobili? stranke, prijatelji, ja, kinda not gonna. Črn market Legalno. pač. Ja, black market. Ja, a ne. ja, za- Edin to bi še rekel, folk, ki kupuje retotritid, ker to je zdaj najbolj popularen za hujšenje, prek fucking interneta, tako da nehate to delati v sekundi, ker je lahko to tok fake, pa nabijajo ti ceno v 3PM, sem že videl, da se za 140 € prodaja 10 mg retotritid, ker je prvo kot prvo totalen attack, drugo kot drugo problem imam noter full velik endotoksinov, tako da folk, ki se ne spozna na peptide, bog ne dej ne to sami naročati, najte si enega, ki se spozna, vam bo on povedal. Ja. Sam tok. Mi smo droge včasih prek interneta naročali, ne? In to je izgledalo tako, da pač te so test substances, so, ne? On ti pove, čemu je podobno, ne? Tako kot lepo verjetno ti pove. Ne vem, tam je reklo, ta je podoben ekstaziju in mi smo naročili. Ne, to folk naroče kar probli kar direkt od supplierja, veš, iz Kitajske, straight up. Dobiš te pravo stvar, Dejansko. dejansko, ja. Je pa res si pa rekel, da je Plača lahko se fake. skripto. Ja, mislim, če veš, odkje A naročiti. ja, če razumem. imaš vse te firme uneto dobre, imajo tudi teste delajo za vsak batch, a ne posebej. V enem batchu je tako ne vem koliko teh ampulc, a ne tega. V vsaki ampulci od teh peptidov imaš ti nek lifumiziran, zdaj ne vem čistega termina, ampak nek prah, glavno, a ne. In pol ti to zmešaš z eno posebno vodo, reče se bac, in potem se naredi raztopina, ki si jo ti iniciraš, naprimer, a ne. Ej, pa tu so zdaj. Ona je čisto To je šokirana meni tako tukaj scary, zraven. jaz si to ne bi upala uporabljati, ker nekaj Ja. nepreverjenega, ki ti tam nekdo pošlje, pač kako si, in pol so bili ljudje tako, ja, to zdaj, ker je bil COVID, ne bomo se cepili, ker boh ve kvaj tle, in pol naročajo iz Kitajske neke injekcije, ker ne veš kaj tam.
Crazy. Ja. Meni je to crazy. Jaz Sem veš, kad ti da nek bonus, jaz sem čisto z drogami primerjala. Pač si misliš, dobro je, vse so že preživeli ljudje. Ne, pa to je 100-krat boljše kot droge. Mislim, Ali pa mene imaš pa vprašaš, ta ozempik zdaj. Vsaj naslednji dan bolj zgledaš kaj na je z slabš. Ozempikom? Pač, ko pa zdaj so, lukne dobiš v kosteh, by the way, haha. Ja, Zdaj pa srečno tisti, ki ste to Sam, jemali. a veš, to je samo zaradi tega, ker Ozempik ti kinda zmanjša apetit, tako ful manj poješ, a ne? In pol pač literally ne dobiš dovolj v svoj sistem fucking kalcija pa beljakovina, ne, pa teh stvari. Zato se to dogaja na ljudeh, pač pri ljudeh, ki so na Ozempiku, ampak na nekih normalnih dozah, toliko, da jih sprav počas v kaloričen deficit, da so v deficitu, ne vem, 700 kalorij fucking na dan, pa pojejo dovolj beljakovin, pa dosti vitaminov, pa dosti mineralov, jim ne boš redel kosti. A veš, to samo pri unih, ki se na to ne spoznajo. Se zato jaz tudi govorim, da oseba, ki se ne spozna, da gre iz prve na Ozempik, na retotritut, je to neumno. Ker pač prvo je to obesity subscription. Kaj se zgodi, ko greš ti dol? A ne? Kaj? Ja, fucking apetit nazaj pride v sekundi. In kaj se pa zgodi? Če nimaš ti dobrih navad in place, se zrediš, a veš. Tako. Zakaj, Pa pride, vedno morajo celo življenje jemati Ozempik ponavadi, če hočejo suhi ostati. bi bilo zelo nezdravo zaradi inzulina. Aha, se pravi, morajo nehati enkrat in to je to. Mislim, načeloma se te stvari malo mečkan ciklera, ni spet koliko kot testosteron, ampak načeloma je general pravilo 3 mesece si gor, 1 mesec dol. Okay. Da se ti receptori, da se telo tudi mečkan spuca, ne polo tega. Če bi ti nekdo ponudil 50 000 evrov, Ja. da na svojem TikToku... Ja. Ne, ok, manj, dajmo reči. Povej. 1000 evrov, Ne, to je pa ne. premalo, veš, ne. Da na svojem Okej, 50, TikToku ja, da, promoviraš tabletke Ozempik. Te ta nove, ki To bodo nisem zdaj vedel, da prišle. obstajajo. Ozempika v lifeu ne bi promoviral, ker je trash. Tu za To je. 50 jurjev, ne? Ne. Ozempik je full slava. Pač ko, ni mi všeč kot učinkovina, je tako full boljših, naprimer ta retotritut je v vseh pogledih boljši kot Ozempik. Ok, če ti ponudijo V za vseh. retotritut, promoviraš na svojem TikTok profilu, se ti To zdi... ga pa že zdaj Veš, zastonj. ja, se res, Ne, ker zanima me me, če ti banal. je sporno Če tudi me ne na bi banal- TikTok. Ne, tako bom rekel, jaz imam moj content, da educatem ljudi. Zdaj, odvisen, kaj šteješ kot promocija. Zdaj, da bi jaz kar zanemaril tukaj vse stranske potencialne učinke, pa samo govoril o dobrih stvari, kupte, to ne bi delal, ker nočem škodovati ljudem. Da bi ga pa v neki realni luči predstavil za 50, fucking takoj, danes, jutri. A veš? Ja. Problem pa je zaradi tega, ker tudi te učinkovine so iz meseca v mesec nekako boljše, ker so bolj dodelane, whatever, in je vedno manj stranskih učinkov, a ne, in vedno bolj mamljive ratujejo. Ja. Zakaj pa ni to bolj znano potem, če je to... Ker je FDA ni approval še. Aha, sam zaradi tega. Ja. Okay. Tudi vprašanje, če bojo, ker je tako efektiven, da bi lahko celo industrijo za diabetes, a veš, kolapsal. Kaj veš, koliko se To keša je dela v fucking tem? mindfuck, kaj je tako oboje skup, dobro in slabo. Ful slabo na eni strani pa ful dobro, če se bi pametno to lahko nekako uporabljalo. Ampak na tem groznem svetu, kjer so pač slabi ljudje, pametno stvari ne moreš uporabljati, tudi dobrih ne na eni točki. Je to res? Meni se zdi, da je. Jaz bi vam rada pa zdolele pač ene par stvari povedala, ki jih ti luksmaxeri počnejo. Takih zanimivih. Ok, razbijajo si kosti v obrazu. A dobesedno. S kladivom. S kladivom. May we Kaj add. imajo pol tle? Povej. Matrice? Povej. Mislim, čeprav čisto ne razumem, kaj je ideja, kaj da si naredijo microfractures in da se potem to zaraste, da je močnejša. Ja, oni zračunajo, kje si morajo točiti. Ampak to ne sem počeli ušti, to tudi po tej zigomatski kosti, pa vse to, da Veš, kaj imajo... se zgodi kosti, ko se ti nekaj zlomaš, malo izraste, malo se zacel, drgač, na vzven, razgotinjeno tkivo. In pač po mojem si oni čeljust s tem tako večajo, ne? Zlomijo si jo malo. Samo ni to samo kratkotrajno. Meni se zdi, da je Oni to si samo vsak swelling. dan točejo čeljust. Aha, oni si ni to zlomijo, da si zlomijo orang, ampak si mečko. Ne, ta tip je govoril, da ta klevikular, da si tako glavo prime in se pol kratko z roko se bokse. Jaz se ne zabavam. To je dejanska stvar. Pri 15 Ja, they so are crazy. mu starši mogli vse stvari Vzeti po kladivo, hiši ja, še skriti. kladivo so mu vzeli, jaz sem umrl od smeha. Ja, crazy. Pa moramo kar povedati, moramo tu, da nič od tega ni čisto zares znanstveno dokazano, oziroma so neki aspekti dokazani, pa si oni sami interpretirajo po svoje. V glavnem, ne vem, veš, jaz si tako predstavljam, veš, kaj reče, če si prst zlomiš, tega pol oni neki polomijo, pa nazaj naravnajo, ne? Ja, on skozi govori na Wolf's Law, da s tem proba explainati. Kaj je? Nek zakon medicinski, da če ti aplajaš force na kost, da bo... Pač to je prav neka razlaga od zadnje, ki jo trenutno jaz ne vem, ampak... Pa tudi mislim, da Dejansko. niso čisto potrjene te stvari. Niso ki jih oni potrjene. govorijo. Pač ta specifična stvar tako res ni Ja, potrjena. ja. Čak, ampak kaj, če
daš pritisk na kost, bo kaj? Ta vuslo. Vulslo je se zaraste močnejše. Podobna fora, kot MMA fighteri, a ne naprimer kickbokseri, več ali manj, ki brcajo, kaj je že ta kost? Piščal. Piščal, ja. Ki s tem brcajo, a veš, če s tem udaraš ti v vrečo, to te kinda boli. Zdaj, tako da trenirajo, potem, ko ti kontinuirano brcaš v vrečo, se to tudi zaraste, a veš. Se zato eni lahko dobesedno brcnejo s piščaljo, pač trained MMA fighters v tako kandelabre. Pa jim ne bojo si zlomili nič, ne bo jih bolel, ker se pač ne trenira. In v bistvu isti princip je začeli ustane, kinda nekak. Ja. A veš. Ampak problem je tudi pri tem, da mislim, se to sam degree, jaz sem tako gledal študije, drugače na to temo, ampak sem stil tako 50-50 delal, ne, ker tudi če dela, ti ne boš evenly applyal force na levi pa desni strani. No fucking way da boš. Ker pomeni, da si nesimetričen. Ker tako kontrira Lux Maxing. In pol mi ni logično. Ja, sem res, oni imajo tako, kao, vse je tehnično in vse je tako, ampak tu je pač izvaleno pol. Ne, pač ne moreš. Začneš pač, en dan si na tej začneš, ka pol tle ne moš več isto, pa si pa drugi dan na tej strani začneš, zato da je potem, veš, približno enako. Sam rabiš na, isti kod, z istim forsom na isti kod. Pa tudi spat moraš skozi isto potem, tu daleč gre to, ne. Ja, to pa itak, se že tako, če ka si mlad, ka spiš na eni strani, boš imel tisto stran obraza, pol simetrično. To je pa resnica. Potem tudi metamfetamin. Tu je zdaj, včasih je bil ta Lux Maxing malo bolj soft maxing. Ne, se pravi... Hard maxing. Ja. A boš razložila, kaj je to? Ja, soft maxing je tako te klasične stvari, ki bi rekla, da jih vsi kdaj delamo. Make-up, gym, frizura, urejenost. Je res to? Tako. Hard maxing so pa neke stvari, ekstremne bolj. Bone smashing, operacije, injekcije itd. Tako. In zdaj imamo tudi metamfetamin. Ne? Zakaj je Clavicular postal tako kontroverzen? Ker je on začel vse te stvari mešati. Ne vem, kaj vse smo že danes našteli. Rečemo, da on vzame dejansko flaško tako neko in zmeša to vse skup not. In pol pač to oni malo pijejo, malo ne vem, kaj vse si ubrizgavajo. Med, kadijo, zato da pač hitreje shujšajo. Zakaj bi tako hitreje radi shujšali? Ker hočejo jawline. Glaven point je tu mende. Ne, mislim, da je drugače. Daj pove. I think, pa I could be wrong here, ampak oni tak jemle Retatre tudi za hujšenje. Ja. Pač literally boljšo verzijo Ozempika. Tako da mefa on ne jemle za hujšenje, on mef jemle dobi hollow cheeks. Pač to se reče... Je bilo neki s čeljustjo, pa nisem jaz razumela. Ja, da pač kada kle ne bi imel tako maščobe, a veš, kakor imajo modeli, ne vem, kaj ne znam. Ja. Če boste dali sliko gor ali pa whatever. Pride bolj ven jawline, imam jaz napisano. Izrazito, ja. In to je kinda fora tega, da si ti na literal crystal methu. Ja. In v glavnem on je pol tam na live streamu to vse, Ja, to je noro, ja. Mešal, ni mogel govoriti na enih točkah. Tako, bilo je kar ekstremno. Ful slabo je tudi zgledal, že tako je imel oči čiste klene in kar neke lise po obrazu. In tako parkrat, ko je sam sebe zagledal, tako med streamom, je kar tako ga malo šokiralo. Imel je tu obdobje, ki je ful velik tega jemo. Vam še povem, kaj pomeni. Pa imaš te izraze, kakor so lean maxing, Da si su. Basically hujšenje. gym maxing, money maxing, status maxing, life maxing, Podcast maxing. tako vse maxing. Ok, tu se zdaj tako govori. Ok, sem da veste. Ok. Ne par stvari boste zdaj videli uganila, kaj pomenijo. Ok. PSL God. Ne vem, kaj pomeni, sem ne znam explainati. Da imaš dobre proporcije, I guess. Ja, skoraj mitsko lep človek. Tu je tako popoln po Lux Maxing lestvicah standardih obklukanih vse. Joj, a vam neki, to sploh ne vem, če je to dobro za to epizodo povedati, ampak pač zanj sem videla na TikToku, da ljudje dajo v ChatGPT svojo sliko in pol napišejo mu prompt, da naj oceni jih na lestvici čist neobjektivno njihov izgled in ti da report. In pa zdaj to ljudje delajo. In kaj tako ti potem report? Pa ti napiše vse, kaj moraš izboljšati, kaj je dobro, a imaš dobro obrazno simetrijo, a imaš kožo v redu, dati overall oceno, dati oceno tako različnih tvojih fizičnih atributov. In pač to si prav predstavlja, da ti Lux Maxeri delajo. A to si ti zunaj svoje frende naredil, a si ti to kar sam? Ne, jaz sem ljudi na forum dal, da ostali ljudje rejtajo. Jaz sem sami za jebancije.
Ja, ne, tega ChatGPT je boljše, veš, kaj je tako bolj objektivno. Mislim, ja, bolj objektivno je. Sam je zanimivo, da nima nekega restrictiona ali pa whatever, da ni to tako harmful za body image. Mogoče še bo. Ko zdaj Jaz sem bojo probala, vsi neki... pa ni bilo. Kaj? Jaz sem dala jaz sem tako mene Ti si zanima, probala? ja, Kaj ti je da rekel? sem. Shit. Kaj ti je rekel? Daj povej, ajde. Lahko kaj nam deliš za kakšno stvar? Ja, lahko reči, da sem kar vesela. Sem tako, okej. Zbrala najboljšo sliko. Ne, za nalož sem izbrala A ja, eno res? brez make-upa, Okej. pa eno tako čist, ki sem izdelala, da zgledam res najbolj uno sama se podobna. Za nalož sem tako, če mi dala jaz eno zdaj najboljšo mojo Ja. sliko in bo rekel, da dobro zgledam, bom bila tako, to je samo zato rekel, ker sem tako res in sem pol izbrala neko najbolj povprečno. Saj ni mi dal najboljšo oceno, ampak tako. Si dala tudi telu? Roke? Ne. Če bi svoje roke Tako sem bila pokazala, do bi sam. rekel... Čakaj, 10 od 10. a je to una stvar, ki ti tako naredi prav nazaj, tako tvojo faco ti nariše? A je to una? Ja. Ja, mislim, da sem videl to na enem TikToku. Pa še pa, ko sem gledala komentarje To sem, in pa so me drugi fulbol harš ocenil od mene in sem bila tako, Sem pa a veš, koliko vedno pa Beauty da ti maxing, ne ali pa? naredi pač dober, pač kjer confidence smash je potem, da dobiš tako nazaj report in je tako to pa to moraš izboljšati. Ja. Ker sem znala tako, hvala, Ja, in sem šla oh my naprej. God. Ampak pač prav tako skrbel me, jaz sem pa kar tako, kaj če me bo zdaj tle zdisal na polno. Ja, ono, ko se je response loadil, ti či živčna. Ja, kako sem bila, Fuck. Zakaj sem to sploh vprašala, hočem vedeti. Lej, te sem ugotovila, da smo te, že vse si ti prej povedal, ne? Imamo Subhuman, Lean Maxing, True Adam, Hunter Eyes, tu so kao idealne oči, ki jih mora moški imeti neke Tako mora take imeti tle tako to izrazito. oske, globoko postavljene, intenziven pogled, buhve. Zelo lep, normalen človek, high tier normi. V glavnem, cela kultura je okoli tega. Jaz sem hotela povedati, da pač zdaj na internetu imamo besede, ki jih ne razumemo ljudje. Ne? In če vam kdo napiše, kaj od tega boste zdaj vedeli. Tako, ko bom jaz vedela, če mi nekdo napiše, kaže, Subhuman. tako ja, 5, še je bilo zraven, 5. Ok, zdaj pa med smo predelali. Ne vem, tudi vrednost izhaja iz videza, smo že... Pač kar mene moti, kar tako me skrbi za te fante, je, da grejo na internet, pa sploh ne vejo, da je nekaj z njimi narobe, pa kar od naslednji dan je vse narobe. Pa vidijo ta content. To vam zdi tu ful škodljivo. Ja. Meni se zdi. Se mi pa zdi tudi prav, da je tak content na internetu. Jaz sem ne vem, kako zdaj tu tako združiti skupaj, da bo odgovorno. Ja, no, težko, ne Ne da. moreš. Razloži ta del, da ti je prav, da je ta content na internetu. Kaj misliš s tem? Mislim s tem, da je prav, da na internetu nekdo pove, debel ni biti ok. To mora biti na internetu. Hkrati pa mislim, da lahko ene stvari tudi ful trigerajo ljudi, ampak še vedno ne mislim, da je rešitev tudi, da mi kar nehamo govoriti, da je biti debel narobe. Tako, kako bi pač, tu se mi zdi, da na internetu ni združeno. Razumeš vprašanje? Ja, Jaz mislim, da je v nas problem. Recimo, kako nekdo reče na internetu, da je biti debel narobe, se bom jaz počutila slabo, samo če si oči zakrivam glede tega. Drugače se bom pa počutila v redu glede tega in bom rekla, ja, to je fucking res. Ne? Bom si rekla, vse življenje je dolgo, imamo tako možnost, da se potrudimo in jaz se zdaj trudim in pač, ja, pa res je biti slabo debel. Če pa bom jaz si oči zakrivala, bom pa pač jezna pol. ena bejba enkrat rekla, Tukaj smisla. da je prišla domov iz šole in se je jokala kao, da so je rekli v šoli, da je debela in po babi rekla, se že prej si šla v šolo, si bila, da si debela, nisi rabila ni, da ti povejo. In je rekla, da je to čist spremenil pogled na vse, no takrat je bilo tako, sam res. Ja. Tako da, ja, pač se inač, mislim, to so dejstva in pol lahko nekaj spremeniš, če te mot. In mislim, se potrudiš, pa spremeniš. Če pa pač te ne, pa gledaj, ok. In Ja. če ti nekdo reče, da si debel, pač ok, si debel in kaj zdaj? Tebe velikrat obsojajo, ne, tako vidim v komentarjih, da pač kao, ja, ne vem, se ne govori o debelih ljudeh, pa se ne govori o debelosti, pa se ne govori, da je nekdo debel, pa ne vem, kaj vse. Kaj mene? Ja, pač v Aha, tebe ja, v ja, ja. komentarjih, kdaj, ne, da Ja, si ja. nesramen ali pa tako. Meni se pa sem zdi, da bi mogli besedo debelo začeti uporabljati v pravem kontekstu. Se pravi, ko je nekdo debel, ok? In da bi bila dovoljena lahko ta beseda na splošno in da ni nad z njo narobe. Ja, se ni, mislim, vse je medicinsko stanje. Ja, vem. Kot da bi rekel, da ima nekdo, ne vem, povišen pritisk. Ja, samo ljudje to tako ne vidijo. Ja, vem, da ne vidim. Tudi jaz nisem videla tako. Zdaj vidim mogoče, zdaj tako vidim. Kadar sem pa v tistih ciklih, obdobjih, ful debelih, pa ne vidim tega tako. Mislim, a veš, tudi če je nek content nesramen, ne, tako, ker bi
easily lahko rekel zame, da imam kdaj bolj kakšen tak take, tako debeli, debeli tretje. Mislim, tako, dejstvo je, da tudi s tem načinom sem jaz tako samo v prejšnjem letu več kot 500 ljudem pomagal shujšati, a veš. Tako da, therefore, tudi če izpadam nesramno, še zmeraj je for the greater good, ker sem pomagal tako. Da jim bi lahko dal travme, recimo, iz tega. I mean, tako vsak ima svoje fucking traume, tako get over it, kinda. Ne vem, vsak je imel neko pizdorijo, a ne. Da sama si močen na glavi, a nisi. Ja, pa tudi se imaš prav, da gre pač k tebi unka hoče, ne. Ja, Pač, exactly. ne. In če te zmot, ga lahko blokiraš in greš naprej. Ja. Ne, veste, jaz imam pač s tem blokiranjem tako. Kadar imam jaz tak dan, da ne morem več sprejeti nobenega inputa, sploh pa ne intenzivnega, tazga, ki ti da nekaj za razmišljati. Jaz pač kar blokiram vse po vrsti, ki mi dajo nekaj, ki pač nekaj rečejo, ki mi ni všeč, ker se ne morem s tem več ukvarjati. In jaz nočem niti videti, niti še enkrat Gala Remca danes na svojem For You pageu, ki mi reče, da moram shujšati, ker se mi bo otrgalo in pa ga blokiraš. Ja, ka ni res. Lahko klikneš not interested. To se da. Ja, no, tlej preveč Sam obstaja. po mojem to bolj, ne vem, kaj bolj slabo vpliva na tvoj reach, če daš not Na interest. njegov reach, Ja. ker tukaj vpliva na reach od sigurno. Ja, človeka. probably, ja, če Ne blokiraš. vem, kaj je slabše, da blokiraš ali da... Mislim, meni se drugače ne zdi čisto narobe s tem, da pač blokiraš profile, ki te pač motijo. Jaz Ja. priložnostno Sej, veliko profilov blokiram in odblokiram. Pač zihar je bil že kdo daj blokiran pri meni. Ti nisi. Odblokiraš pol. Odblokiram, ja. Jaz pa ne, jaz pa onga, ki blokam, ja, nikoli ne grem tja. Ja, odblokiram, še sploh, če me ful zanima, kdaj kakšen, ki ima tak zatežen. Če te zanima, zgolj ga blokiraš. Ko v tistem trenutku ne more več. Ne, zaradi tega, ker mi slabo, škot mi, ampak me zanima. Ene ljudje se na internetu samo pritožujejo. Ena punca je, mi dvigne pritisk vsakič, ker samo neki pizdi, pa sploh ne, da bi bilo komedijansko pizdanje, tako kot je moje, ona sem jezna na cel svet. Pač mene to tako zanima njeno pizdanje. Pač noč me še ni v life tako zanimalo, ko se ona pizdi, ampak meni dano nič to. Veš, tam gledam, kako se pizdi mi, da celo črno zaveso pred oči in sem jo pač blokirala. Da je ne gledam, kako je vse v njenem življenju narobe. A se tebi to kdaj dogaja, da to delaš? Ne, niti ne. Niti ne. Jaz dosti malo ljudi blokiram, no. Dost malo. Ja. Koga pa blokiraš, če že blokiraš? Skoraj nobenega, edin, če kdo kakšne tako res neprimerne stvari v komentarja piše, dobi sem fucking blok takoj. Tebe veliko ljudi blokira. To ne bi vedel. Sploh veš, Mislim, da sploh lahko pogledaš, če si, koliko ljudi te ima blokiranega. Ne, Ne, mislim. Da mene bi to ful zanimalo. Koliko ljudi ima mene blokirano? po moje tebe nima veliko. Kaj pa veš? Jaz imam pol Slovenije blokirano. Takoj, ko pride en grd komentar, jaz takoj blokiram. Res, jaz nimam ene fucking sekunde za se ukvarjati s tem. Tako da ne mi to pisati. Čakajte, Ne zdaj. pišite, zato da lahko jih blokiraš. Pa Pišite mi samo lepe stvari. Overdose. Ja, se res, overdose. Veš, kaj si gledal, kaj si spremljal? Si gledal tisti live? Ne, live nisem gledal, ampak sem pa videl na Instagram Reelsih, da je bilo na Fucking urgenci. crazy. On je sem tako kar začel slurati speech. Vse, ni znal govoriti, ker tako je, oh my god. Čist je bil ushičen. Lej, kot da bi pojedel 7 ekstazijev, je zgledal. Se jih probli je. Ne vem, katero drogo je, Ja, pač nekaj je vse vzel. pomešal verjetno. Ne, meth in vsi ti, ki on jemlje te stvari, ne vem kaj. In pol so ga odpeljali, tu je bilo vse na kameri, nisem mogel pogovarjati več. Pol so ugotovili, da je zmešal Adderall, ketamin, DXM, pregabalin, testosteron, ne vem, še druge substance, ne vem, kaj to pomeni sicer. In nač pol so ga vprašali, on je šel že takoj iz bolnice, pol po nekih urah tam nazaj na live stream, ne, in so ga vprašali pač, če je tu, če zdaj mu njemu tu škod, zakaj si tu dela, je rekel, da to je pač optimizacija. Na kratki rok tu nič ne škod, je rekel, da jemlješ med. Pa tako. Okay. Nač, moje naslednje vprašanje, oziroma alineja je, kako hitro se lahko self-improvement pretvori v self-destruction. No, lejte, jaz sem glavno imel je ta overdose in potem ga je pa sfukalo čist, ne, in njehov je jemati testosteron tudi. In Njihov je test imati. Zakaj? ker ga je pač vse nehal tako jemati, najbolj da kar preberem. Res, testosteron je nekaj. Zdaj je bilo to. Klavikular je nedavno nehal uporabljati testosteron in internet je začel govoriti Superman to Clark Kent. Po internetu so začele krožiti slike njegove transformacije in ljudje niso mogli verjeti, kako drugače je izgledal samo nekaj tednov pred tem. Pred overdosom je on javno govoril o vsem tem testosteronu, peptidih, vsem metamfetaminu. Pol je pa rekel, da hoče nehati, zato ker čuti, da mu telo propada.
to so bile tako njegove besede, da je izkus jokov, da se ni počutil kakor on in da si hoče vzpostaviti normalno proizvodnjo testosterona in plodnosti. Okay, pa hoče imeti otroka, I guess. I guess. Sama punca on. Skus ima neke Probably ima. punce, nima skus neke punce. Ja? Zdaj ima ono Piper Rokel, neki, ne vem, če je ona njegova punca. Meni se zdi, da bi lahko bila. Ona pa ful pašeta skup. Jaz drugač, ok, hot take, jaz obožujem klavikularja drugač. Jaz sem postala obsedena z njim, jaz čutim njega, jaz razumem, on je dober človek. On je dober človek 100%, on ima sem fucking autizem in on bi mogel ta autizem usmeriti v kjerokoli drugo stvar, kakor v to, ki jo je usmeril. Okay? To njih v tem se je našel. Jo, v glavnem, on je čist sweet drugač in vse, jaz ga štekam, pa pravma, ne. Znači, ja, zdaj je nehal in zdaj ga pa ocenjuje cel internet, ne, kako zgleda. Zdaj je pa on viralen, zato ker on zgleda zdaj pa čist drugač. Jaz sem to zato, ker je šel dol iz testosterona, veš. Pa Pač kako to je se tako je stvar, hitro ki ga to največ. spremeni? Ja, ker on je šel dol, on je bil od 14. leta gor, se pravi, če je zdaj 21, ali koliko je, to je 7 let. On ima totalno ugasnjeno produkcijo, njemu jajce nič ne proizvaja, absolutno nula. On zdaj zgleda malo kot punčka. Ja, in pač dobesedno mišice se ne morejo zdrževati, ker nimajo hormonov, da bi jih zadrževale. In pač igrajo. A lahko jaz pogledam to? Prosim, dej Kako se napiš... napiše to? CL? A, v, I, C, U, L, R. Tako, ja, Klavikular. before vs. after Before. testosteron. In pol je bil na enem live streamu, ki je tako sedel in je bil prav veš, tista sključena poza geekovska, veš? Ja, Ke sem to so si prav tudi slike tako vzete, tako najslabše A ja, možne. Pa okej, pa una fair, ja. druga je malo photoshopana. Fair. Pa oziroma takrat, ki bo še na ful večjih dozah testosterona, veš, to tako težko Okej. primerjati. Okay. Ampak je res drugačen zgleda. Pač drugač zgleda. Danes tudi, ki je bil s tisto Piper, je čist drugač zgledal. Bolj zdrav, zgleda. Zdajle? Meni je prej bolj zgledal. Ja, no še da ti je, če bo bolj nabit. Si tu, ne? Ampak ti garantiram, da je Vidiš- njegova krvna slika, da je boljša. Itak, valjda, ampak on ima prav, ne? Pač tako, ko potegnemo bottom line, ne, ima on vse prav. Se Prav. pravi, So before, nekaj to prej before. Pač ne, to je zdaj, tle neki umazan po obrazu. Ne. Jaz ne Čakaj, najdem tako bom probal nekih jaz slik najti. takih. Ne vem, zakaj me internet pušča na cedilu. Sam pač, ko je tip zrezan. Kire mišice. meni se zdi drugače, tako mi je bizarno. On je pač dejansko ratov lep, ne? In dejansko je zagotovo ratov lep zaradi teh stvari, ki jih je počel. Zaradi Ja, česa sem drugega. imel tako tudi dobre predispozicije, prav, ja, veš, ne moreš ti tako. Ker znači, on je drugače te začel jemati pri 14 zaradi tega, da se mu rastni te A je to pleti zdaj on? niso zaprli. Ta by the way. začali. Ja. Ja, To je tako, pač ja res samo fajn. una slika, pač to so kinda tako Pač glih slike tako, take. ja, jaz bi tudi čuden zgledala, da bi bila pol imela neka očala, sploh se mi dobro videti, neka Ja. kapica od kole, cela sključena. Ampak vi bi mogli videti njega, kako on se zraven celo je življenje tako. pač tako trud biti normalen, tako on... Njemu... Ja, avtizem, ja. Ja, in njemu v intervjujih prav tako oči delajo. On ima čisto skozi isti obraz, ampak on sem tako razmišlja in gleda ljudi, kaj ga sprašujejo in tako... Njemu se krug glavi vrtijo vse stvari. On je tako pameten človek. In nič, ne, to je malo appreciation še. In prav ima. Jaz mislim, da ima fucking prav, ne. Ampak on si je zdaj tudi tako ekstremno avtistično upal izpostaviti, ne. Zdaj ga bomo pa ocenjevali mi, ne, tako kot je on sam prej sebe, ne, in bomo rekli, ole, kakšen je zdaj, ki je nehal jemati testosteron, prej je bil lepši. Ja, arguably, ja. In pol je tu še resnica na koncu. Fucking freakim. Ne vem, ne zdi se mi, da pol kar pozabiš, kako izgleda normalen človek, ne? Ker zdaj recimo una slika je čist normalen človek. Ja. Samo če ne bi prej vedel, kakšen je bil prej. Je tisto, kar je bilo prej bilo res ekstremno. Pač to je tisto, Ja. ko ti movie starsi, ki se za en let zaprejo v fitness, samo zato, da bojo pa lahko tam zgledali dobro in pol itak ne zgleda več tako, kot zgleda sam za tisti film. Ampak rekao, misli, da skozi tako zgledal. Pa sej je full unsustainable. Sej, a ni? Ja. Mislim, rabiš velike doze. Ja. Par vprašanj imam Malo še nezdravo. zate. In sicer, a so standardi postali nerealni? Standardi, recimo, tvoji tudi. Jaz bi rekel, da so realni. Ker večinoma rečemo, da so nerealni, ne? Da pač taki ne moramo zgledati, kot vsi drugi gledajo. Mislim, depends. Če bi rad tako si prav strukture face spremenil, kinda ne boš šel operacije ali jih delati, ne. Ampak karkoli se tiče postave, pa telesne maščobe, pa mišične mase, ja, absolutno je realno. Bi Vsak šel na lahko svoj kakšno še. operacijo? Ne. Nikoli.
Mislim, če se mi kaj zdravstveno zajebe, Ne, ja. ne, tako. To ja, ampak ne iz lepotnega vidika, ne. Okay. Kaj pa, če bi tvoja punca rekla, da bi šla? Cool. Okay. Lahko ljudi naučiš, kako biti privlačen. Ne vem, klavikular se hoče naučiti, kako biti privlačen. Naučiti. Ja, ker ne razumeš, on študira, kako se pogovarjati. A ja, kam avtizem pa ne razume. Ja, on to. A ja, je probably lahko si. Nade. Lahko, ja. Sam še vseeno Sevedenske moramo vzorce naučiš. Pa. še malo kaj delati zraven najbrž. Ne moramo samo zaradi energije biti privlačni, ali smo lahko? Ja, se to je problem, ker on ima ta Aspergerjev sindrom. To je neka specifična vrsta avtizma, ki ima v bistvu prav ta social, a veš, social stvar v možganih. Mu ne dela. Tako, ja, da lahko prebereš osebo, on mu tako absolutely nič ne dela. Ja, ima... Pa ocenjuje ljudi, veš, obrazne strukture in tako. On vse zna oceniti. Noben človek brez avtizma se ne bi kariero iz tega naredil. Ja, pač, no way. Ja, se strinjam. Sam respekt njemu, pač res je, dosegel je to, kar je rekel, da bo dosegel. Ne? Ja, razen Kunine. In sicer, ko je zdaj bil na sodišču, so ga začeli zajebavati, da je judge mocked him. Ja, to sem vedel, ja. Pomeni, da pač ti avtomatsko že svojo prisotnostjo nekoga navadaš z izgledom. Kako bi to v slovenščini? Moganje. Prav prevod, fuck. Da samo s svojim obstojem tako dobro zgledaš zraven nekoga, da je unči si relevant. Ja, dobro Okay? se to razumije. Ja, mocked. In zdaj je bil en sodnik tam lep, ne, ali kva. In zdaj cel internet pač govori, ne, da judge mocked him. In je sem smešno, ker se mi zdi, da tako nikoli ne moreš zmagati. On je posvetil celo svoje življenje temu, da bo najbolj zgledal v sobi od vseh. In šel fucking na sodišče. In un sodnik tam, kad cel dan tam sod, zgleda boljš za ubitno. A pa je res gledal boljš. Ja, ne Ja. vem, to so rekli, nisem jaz nisem njega videla. To je Gali rekel, da En je je. napisal komentarje Justice Maxing. Okay. Ja, zdaj me pa še zanima, veš kaj je normalen odnos do svojega izgleda. Pa če mislite, da imata vidva normalen odnos do svojega telesa. Ja. Kako si sploh to predstavljate? Kaj to pomeni zate? Da si, da si healthy, prva stvar. Da skrbiš za svoje zdravje. Pa da ne vem, tudi zadoščaš svojim standardom, I guess. Kaj pa, da se sekeraš? Se ti sekeraš? Ne, čist nič. Okay. Včasih sem se ful. Sam pa prideš do neke postave. Mislim, tako jaz sem z leti, včasih jaz sem bil tako drugače, včasih res tako brez samozavesti. Tako, literally, jaz sem začel ta moj biznis pa vse. Mislim, tako, ker je bil to tako na eni točki cel moj life, je bil tako samo fitness, ker sem res tako hotel se bolj počutiti. In to sam degree je tako nekako to looks maxing, I guess. Ja. A ne? In mi je tako ful pomagali. Jaz, ker sem podobno, ne vem, 15 kg mišične mase, jaz se tako ful bolj samozavestno počutim. To se je Tudi tako kar ljudje zgodilo. me drugače tritajo. Tako da pač ja. A veš. Okay. Pa si mogel vaditi to samozavest ali je res kar tako prišla? Ne, prišla je samo od sebe, ker sem vedno bolj zgledal, a veš. Okay. In tako da ful zanimiva stvar, no. Ja. Pa si ti v bistvu en tak looks maxer, ampak nisi čutil čisto to. Kaj te je pa ustavilo? Zakaj nisi šel? To je meni tako zanimivo, ker jaz vidim, da ljudje nam pišejo tako, kako se špikajo. Zadnjič smo isto neki Ozempik, ne vem kaj. Mi je več ljudi pisalo punc, kako se špikajo. Ne vem, kaj tebe je ustavilo? Si preveč pameten, preveč si vedel stvari o tem. Ustavila od? Ja, ne vem, da se bi sekeral. Ljudje zapadajo v anoreksijo, kadar ali pa v take motnje, kadar so tako posvečeni nečemu. Pa sem imel prehransko motnjo, jaz, by the way. Aha, si imel. Binge eating Okay. disorder sem imel, Okay. včasih. Okay. Ampak ja, mislim, pa sem se sam naučil bolj pravilno jesti, pa je šlo stran. Okay. Zdaj nimaš več tega. Ne. To si imel, preden si s fitnessom se začel ukvarjati. To je bilo lih na začetku, ko sem se, a veš, se še nisem spoznal toliko na prehrano, pa sem mislil, da je tako fuljako, če tako fucking nič ne jema, ne. In pol obviously sem bil fulačen zvečer in sem pojedel vse, naslednji dan sem bil pa pol tako, fuck, zdaj se pa, jaz tako ful preveč pojedel, danes pa tako ne bom jedel. In pol tako spet dobesedno isti cikl, tako, in pol zvečer sploh nisem mogel in In koliko časa je to trajalo? tako pol leta vsaj, en let. In kaj si si mislil, ko se ti je tu dogajalo? Si se sovražil, si šel na živce? Ne, na živce sem si šel samo unih pol ure, ko sem jedel zvečer. Okay. Ampak drugače ne. Ampak to je tako res simple to fix, drugače. Mislim, jaz sem tako že fulim ljudem pri tem pomagal. Ampak vidiš, ti si Samo zelo spoznati tako se rabiš. sproščen glede teh stvari, ne? Nekoga pa spravljajo čisto v stisko. Ne vem, iz kje pridajo te stvari, ampak nekdo že samo v besedi, ne? Že v tem pogovoru, ko imamo mi ga tle, bo kar nehal jesti jutri. In meni je to fascinantno, da eni ljudje tako so, ti pa recimo celo življenje si v fitnessu,
Pa se nič ne sekeraš, ti se pač nič ne sekeraš. No, zakaj bi se sekiral? Mislim, na začetku probli sem se, mislil, tako funo Ja. živce. Sem pol si sem tako, a veš, pol si tako narediš svoje podjetje, tako fucking to delaš, uno delaš in se ne boš obremenival s fucking binge eating disorderom iz preteklosti. Nimaš toliko časa. A veš, ne moreš. To je to pol. Jaz samo odrastaš, pa greš čez to. Ja. Kaj pa ti? Imaš ti normalen odnos do svojega izgleda? Kakšen bi bil kdaj. normalen odnos? Zame bi bil normalen odnos, da se ne bi sekirala, če imam, ne vem, malo več pehca na trebuhu. Okay. Pa se. Okay. Pa zakaj? Ne Zakaj? vem. Tako just chill out. Tako. Ej, Zakaj? vem, kar neki. Tako včasih si mislim, da imam ful dober odnos, ker sem imela pač slab, že precej. Pa si mislim, ne, se zdaj pa super, itak, treniram, normalno jem. Pa se pa ne vem, pogledam v špegu, sploh pred menstruo, ker sem napihnjena še dodatno in sem kar tako. Zakaj je to tle? Ampak je to zaradi interneta, ne? Ful, pomisel. Včasih, ko ga ni bilo, pač ti ne bi imela kje druge, ko v filmu v nedeljo ob 8 zvečer edini, ki si ga gledala, videti, da ženska nima trebuščke. Mislim, ja, Zdaj pa pač sigurno, vidiš, recimo, zato, ker kao pač povsod. točno veš, kaj je beauty standard in pač beauty standard je, da imaš pač raven trebuh. Ampak zakaj si pol ne moramo reči pač logične stvari, ki je resnica tudi? Jaz zdaj bom imela menstruacijo in pač imam malo napihnen trebuh. Ne, se si rečem, sami ne pomaga. Ja, sej to, zakaj pa ne pomaga? Ne vem. Ja. Tako da, a Imamo veš, da ne bi neki bilo noter tako vse, sam- tako, že skus. Od iz družbe pač. To mi je zanimivo, to mi je ful zanimivo. Glej, kako smo pametni, ne? Mi si vse rečemo in znamo razložiti. Še vedno pa pač pol čutimo take stvari narobne, ne? Pa drugače, veš, kaj mi je zanimivo? Jaz takrat, ko sem bila bolj debela, ko so mi vsi govorili, pač mami, babi, da moram malo gledati, meni je bilo vse. Meni je bilo tako. Pač, sploh se nisem, niti se nisem počutila, da sem zdaj neki debela, da je kaj narobe. Sploh. Ja, veš, kaj ni bilo tu riska. Ti zdaj dejansko delaš na tem, da se dobro počutiš in da si zdrava in da dobro izgledaš. In je več riskiraš s tem, ko se trudiš, ker ti lahko ne uspe. Prej, ko se pa nisi trudila, pa nisi nič stvari riskirala. True. In jaz, ko se nisem trudila, mi je bilo tudi vseeno za vse. Zdaj mi pa ni vseeno, ker se trudim. In če bo recimo, če se bom zredila pač za pol kila naslednji teden, bom tako mal, kar neki. Ne bo, brez veze mi bo, ne? Ker sem se trudila. Če se ne bi mi bilo pa vseeno, pa tudi če se za 5 zredim. Ja, drugače, to je pa To res. smisel. To je pa, to ima pa, mislim, menga ima veliko. Se ti zdi, da smo kaj pametnega povedali danes? Ja, dosti stvari, ja. Se mi zdi, da je dosti tako bolj na izobraževalno noto smo zapeljali vse to. Ja. Meni je bilo ful dobro, ker si ti toliko vedel o vseh teh peptidih, pa vseh teh hormonih, pa to. Tako da ful top. Ja, ker se mi tle zdi, res da si manjka, ful ja. dodal tle zraven. Meni je bilo čudovito. Jaz sem veliko noga zvedla in meni je bila zanimiva epizoda. Večkrat smo si želeli narediti kakšno tako epizodo, da se veš, kaj drugače vabva goste in se gre v njih, ne? O njih in njihovem vseh življenju. Ful je pa nekih teh aktualnih tem, ki so pač ful fucking zanimive in se mi zdi ful dobro, takole, da samo malo okroglo mizo užgeš. Tako da upam, da vam je všeč, napišite v komentar, če bi še kakšno temo radi, da obdelamo. Z veseljem, če imate tudi kakšnega gosta v mislih, ki bi bil primeren za to temo, ga napište. Ja. Mi bomo mi to zrihtali, ne? Ja, in lahko je tudi dosti out there, ker recimo za tebe sem prepričana, da 2 tedna nazaj ne bi noben od nas mislil, da boš ti sedel na tem. Ja, jaz tudi ne. Jaz sem dobil sam tako tekst na Instagram, mislim, da od tebe. Sem tako, what the fuck, ok, I guess, ok, cool, ajde, gremo. Ja, ful hitro si bil Why za. not? Potem si bil še tako, a to lahko povem, potem si bil še tako, joj, a to bom zdaj kva, jaz sem pogledal malo vajen podcast, to je bilo o seksu, kva. In potem sem tako, ne skrbi, bomo govorili o Lux Maxingu. Ja. Tako da. A je bilo, kakšne so bila tvoje pričakovanja in kako je zdaj, ko si... Ne, actually sta obe dve full sta chill, tako, full sta v redu obe dve. Tako sproščeni delujete full. Mislil sem, da bo tako, oziroma mi je bilo malo strah, da bo tako preveč te seks teme noter. Tako meni kind ni, da bi o tem nikle razlagal pred celo Slovenijo. Polil sem se z vodo, super. No ja, in drugače full fino mi je izpadalo. Tako da... Cool. Ja, meni je bilo tudi ful dober. Jaz moram priznati, da nisem toliko spremljala, ampak si mi super. Ok, thanks. Tudi všeč mi je, da je Sara ugotovila zdaj, da ni vse tako serious na internetu, kot zgleda na prvi pogled. Jemljem zelo dobesedno stvari. Po mojem imam jaz tudi avtizem. Sem pač malo drugačen. Vse to je nekakšen superpower to. Je, Iskreno. ful je superpower. Iskreno, za določene stvari je fucking superpower. Ful. res. In jaz pa jemljem zelo dobesedno. Ne? In jaz tudi komentarje in stvari, ki jih nekdo reče, jemljem dobesedno. Jaz sem bila sveto prepričana, da ti čisto zares misliš, da so vsi debeli ljudje neumni. Ja, ne vem zakaj. To mi je isto David mi je rekel.
na podcastu. On tudi avtizem, se tudi on bi lahko ga Pa njegova ženska isto na Karin, tako. Da je mislila, da se bomo kle zdaj tako neki kregali ali nekaj, ampak da sem v bistvu full chill, tako. A dejansko folk misel, da jaz tako sovražen, tako debele ljudi, tako iz nas srca. Tako, what the fuck? Pač res, ne vem, meni se res zdi, da ne dajam takega impressiona. Daš, nam debelim ljudem zgleda daš, suhi po moje ne mislijo isto. Veš, po moje je drugače, kdo te gleda. Ne vem. Ne, ti tak na internet daš tako en delček sebe. Ja. In pač ljudje ne vejo vsega še, kar ti delaš, pa kar ti misliš. Oni samo dobijo to, kar ti rečeš, in tako se ljudje zapičajo v tiste najbolj ekstremne, kontroverzne stvari, ki jih ti rečeš. Ti lahko rečeš še, lahko je to samo 10% tega, kar ti rečeš, ampak vse ostalo bojo ljudje pozabili, ker ne bo toliko zapomnljivo. In potem dobijo tako tisto tep ljudje. Jaz mislim, da pač. Ampak je pa res, da jaz mogoče sem mal izven serijsko v tem razmišljanju. Jaz recimo, meni se je zdelo, da če jaz tep napišem, da bi prišel na ta podcast, boš mislil, da se norce s tebe delam. Zakaj? Ne vem, kaj je tu taka tema, da ne bi mene nikoli zanimala in da bi si ti mislil v glavi, recimo, zdaj me hočejo konfrontati. No, jaz bi prišel vsem. Mislim, meni je to tako free promo v bistvu. Okay, ja. Mislim, da si kar dobro reklamo naredil. Ja. Ta long content se mi zdi ful dober za to, da te malo bolj spoznamo in da vidimo, da v resnici ne misliš čist, da smo debeli neumni. Jaz sem vesela za ta izkupiček. Zdaj sem jaz mislila pol leta vsak večer, da sem fucking neumna, dokler nisem ga blokirala. Ja, dej. Okay. Še never have I ever, mamo. Vse res. Bi še kaj dodal? Bi jim s čem pozval? Bi jim kaj povedal? Ja, neko povod peptidov prek spletnih strani, najte si nekoga, ki se spozna na to, da vam svetuje. Prva stvar. Druga stvar, ne Motozempika, jemli raj, Retotritut, 100-krat boljše, ampak seveda ne jemli nič od tega, ker nisem zdravnik. To je to. Jaz se strinjam s čisto vsem tem. Kera je moja najljubša znamka seksi igračk in kondomov? Skin. Zakaj? Zato. Ker so tu najboljši kondomi, niso narejeni iz lateksa in lahko uporabljajo jih občutljivi, unika smo alergični na lateks, skratka, bomba, imaš navadne, imaš tanjše, imaš elitne, imaš posamične, imaš rabbit vibratorje, različne igračke za vse okuse, drugi power flower. V glavnem na pitchpop.si dobiš vse izdelke od Skin, uporabiš pa lahko na koncu kodo med nama 10, če hočeš še kaj prešparati in tu je tu. Ok, igro imamo še. Nikoli še nisem. A si se že kdaj igral Never Have I Ever? Kaj to sem, kaj že to rečeš, a si ali nisi? Ja. A ni to samo to? Mi damo prste dol. Če si že nekaj naredil, daš prst dol in tiska, da največ prstov dol gre v zapor zaporedne. Samo ne vem, kakšne imaš ti Never Have I Ever, je. Ponovno so pa ekstremne. Kaj da fuck je zapor zaporedne? Ja, En teden si tam. Tu je fiktivni zapor, v katerem ga greš not in čakaš tam. Prvo, nikoli si nisem mislil, da ne bom dobil partnerja zaradi svojega izgleda. Čakaj, to je dvojno ne, lahko mobil počasi. Če si že kdaj to mislil, daš prst dol. Če si kdaj mislil, da ne boš dobil partnerja zaradi svojega izgleda, daš prst dol. Jaz sem že kdaj mislila, da ne bom dobila partnerja zaradi svojega izgleda. Ok. Nisi, torej. Tega nisi nikoli Jaz mislila. pa še nisem. povem, kdo je dal prst dol za tiste, ki sam poslušajo, mi da Saro so ga dale. A to, sem jaz snema, ali? Prav greš, prav. ok. Jaz snemam, da snemam. Nikoli nisem gledal bolj privlačnega človeka in si mislil, njemu je v življenju vse lažje. Vidim, Saro smo dale. Fucking No, jaz se interesting. res ne sekiram. Vidiš, po mojem moški sploh te misli imajo ful manjih, kot me. V takem smislu. Jaz sem zdaj tle zelo ženske misli napisala, ne? Ja, ne vem, kaj bi bilo pa moške. Čakaj, ja ne vem, ne? Zdaj me zanima. Nikoli nisem začel drugače gledati svojega obraza zaradi TikToka ali interneta. Ja, kaj pa si začel drugače gledati? Ja, mislim, pač ta looks maxing shit. Si ga slabš vidiš zdaj ali ga boljš vidiš? Mislim, si Iskreno, zdaj nič od lepši? tega, bolj sem informiran, bolj vem, kako rabim delati, kako za kožo skrbeti, Okay. take stvari. Zelo tehnično. Nikoli si nisem želel izgledati kot nek influencer, slaven človek. Ne? Tega vzgiba pa jaz res Ja, ne jaz tudi poznam. Sploh ne vem, kako se je to počutiti, da ker hočeš biti nekdo drug. Jaz ne razumem tega. Si ti, Jakob? Ok. Okay. Kako smo jih zdaj? Nikoli nisem pomislil, če bi shujšala, bi me ljudje bolj spoštovali. Si dala prst dol? Ne. Nikoli nisi to pomislila? Ne, se ti pravim, jaz, ko sem imela več kil, sem ful nisem sekirala in potem sem tako dosti po nesreči začela hujšati. Ne, ni bilo Ok. tako plan, da pa jaz hujšala, tako da.
Nisem imela pol teh. Nikoli nisem bil ljubosumen na nekoga, samo zaradi njegove genetike. Po mojem podzavestno zihar. Ja, valjda, da če ima ena velike joške, bom jaz rekla, oj, gad, kjera prasica. Če ima Zakaj? Filip Jola. Ja, če bi še jaz imela, recimo, tudi tako, kot ona. Pa kaj se tako premenjujete vsi? Ne si se nič ne obremenjujem jaz, ampak To če se glih spotoma. vidim, si rečem, A ja, ja, Ja. dobre, dobre. Ja, da je prav tako Veš, malo ne. spoteno, da Zdaj ni to prav ni tako. tako, Ja, da ja. odzima A vsako ja, ok, misel. pa bom pa jaz tudi do. I guess, mislim, sigurno že, ne da bi se spomnil. Ja. To se tako, to kar pride. Avtomatsko se zgodi. In kdo Okej. ima največ prsov dol jaz? Sara, zdaj greš pa v lisice. Sem se ti dobro napisala. Ja. Lej, ej, zdaj lahko rečeš ne, ampak ti si najbližje Sari, a bi jo ti vklenil Ne, v tu lisice? pa Ne, jaz ne ne, morem, ne. da me Aha, pa ti. vklepa A te lahko moški jaz v pol? lisice. Tu me Prav. pa ti me pa lahko. Ja. Medtem pa ti lahko poveš, kje te lahko ljudje najdejo, če imaš kaj za spromovirati in tako naprej. Če bi pa zdaj ti zgubil, bi pa pustil, da te vklenemo v lisice, ali tudi ne. Ne. Do zdaj samo vodeb, Roman Vodeb je Ajde. pustil, da ga vklenemo. Kdo? Vodeb. Ne vem, kdo je to. Ne veš, kdo je Vodeb? On bi ti bil všeč, se mi zdi. Jaz On imam je- identične doma, by the way. Ja? Ha, nice. Smo kaj povedali danes? Ne, čak, zdaj mora on povedati. A ja, Instagram, TikTok, I vse guess, Galremec, TikTok, Instagram, če pa kdo rad shujše, pa pač sam contact me in to je to. Na Instagram najlažji. Ja. Tam si zelo odziven. Ja, mislim, ali pa sem ne izpolnil moj vprašalnik, pa jih se jim bom direkt javil, če jim bom lahko pomagal. In to je to. The best. Vprašalnik je pa na kjerem kod mojem profilu edina povezava. Okay. Ja, Hvala ti. Hvala vama. Vsem in tebi in vam. Ja. Meni je bila tu všeč epizoda, taka raziskovalna in sem vesela, malo drugačna. Tako, res, hvala, no, ker si Ja, prišel. fajn je bilo. Top. Ja, meni je bilo poleg vsega čudovito, ker nisem rabila epizode pripraviti. Bravo. Meni je bilo pa čudovito 4 mesece raziskovati fucking fanta z avtizmom. I loved it in to je to. Se vidimo. Se vidimo. Ajde, Ciao. čau.